Pozdravljeni še enkrat v mojem imenu. Brigitta Šarc, Dinos, bom danes moderirala tole okroglo mizo. Upam, da bomo na tej okrogli mizi morda kakšno mnenje izpostavili, kakšna stališča zbližali, predvsem pa, da bomo na dober način predstavili, ali je tržno ravnanje z odpadki res zlo, ali pa res ključ do uspešnega krožnega gospodarstva. Pozdravljam moje sogovornike. Začela bom na svoji desni. Najprej bom predstavila gospoda Srečka Bukovca, prokurista sheme Slopak. Poleg njega sedi moj kolega Goran Ambrož. Tukaj zastopa sekcijo GIS skupne sheme kot njen predsednik. Na moji levi je gospod Emil Šehič, torej direktor sheme ZEOS. Naprej je gospod Jure Fišer iz Surovine kot predsednik sekcije zbiralcev in predelovalcev odpadkov. Poleg njega sedi gospa Antonija Božič-Cerar, direktorica sekcije varstva okolja pri Gospodarski zbornici Slovenije. Na koncu gospa Lesar, torej pooblaščenka za varstvo okolja Steklarne Hrastnik, in ravno kar se nam je pridružil glavni akter, cela skupina vas je čakala, gospod Sebastian Zupanc, predsednik, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva. Pozdravljeni vsi, ki ste z mano. Hvala, ker ste se odzvali v vabilu na to okroglo mizo. Danes smo na našem seminarju predstavili kar nekaj novosti zakonodaje. Ključno je bila seveda predlog novega zakona o varstvu okolja. Pa bom najprej izpostavila nekaj novosti, ki se pripravljajo na tem področju, zrasti novosti na področju ravnanja z odpadki. Pa se bom tokrat za začetek še distancirala od PRO-ja, torej od proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Novi zakon o varstvu okolja uvaja nekaj novih določb glede okoljevarstvenih dovoljenj in pa nekaj tudi novosti na področju gospodarskih javnih služb. Tako da bo eno vprašanje, najprej bom naslovila prvo vprašanje gospe Lesar iz dejansko kot predstavnici gospodarstva. Pa vprašam, koliko uspete v podjetjih sploh spremljati vso zakonodajo, ki je pa se osredotočila samo na področje varstva okolja. Na kakšen način zveste za novo zakonodajo in kako pravzaprav lahko skomunicirate, bom rekla, svoje predloge na zakonodajo? Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zadeva je zelo zahtevna, to je dejstvo. Težko je, ker ponavadi smo v gospodarstvu en predstavnik, ki skrbi za področje okolja, s tem, da seveda dobi še kakšne druge naloge in obveznosti. Zakonodaja vemo, da je obširna, obsežna in že tekočo zakonodajo spremljati in izvajati vse ukrepe je absolutno zelo zahtevno. Spremljanje nove zakonodaje pa svojevrsten izziv. Imamo sicer podporo, informacijsko podporo, se pravi, da imamo pač neko spletno aplikacijo, ki nas podpira s tem, da nas obvešča o novostih, o predpisih, o pripravi in tako naprej. Zelo močno sodelujemo tudi s Gospodarsko zbornico, službo za varstvo okolja in se dejansko poskušamo vključevati sploh pri tistih zadevih, kjer vemo, da nas bo zadeva tangirala, prizadela in tako naprej. Sicer je pri vsem delu, ki tekočem, ki ga imaš, pri vseh investicijskih projektih, pri nas pri razvojnem programu to absolutno težko, ampak z leti smo se že naučili, če pa tega ne bomo počeli, bo pa še veliko slabše kasneje, ko pride predpis v pripravo. Dejstvo pa je seveda tudi to, da ogromnokrat nismo uslišani in vemo, kakšna je zakonodaja. Hvala. Hvala. Gospa Tončka,
Mogoče še odziv ostalega gospodarstva, namreč z nami bi moral biti še en predstavnik gospodarstva, pa se žal zaradi višje sile upravičil ne more biti danes z nami. Je pa napisal v opravičilo, da je podal tudi svoje mnenje na gospodarsko zbornico glede predloga zakona o varstvu okolja. Pa mogoče, če lahko strna še nekaj rekla pripomb gospodarstva na predlagano besedilo zakona o varstvu okolja, tistega, ki smo ga pač imeli v javni obravnavi oziroma ki smo ga kasneje lahko sploh obravnavali. Hvala. Pozdravljeni vsi. V bistvu sem kar zmedena, na katero verzijo zakona naj komentiram, ker sem naredila eno oceno, so bile 4 verzije, vsaka je debelejša, kot je gospa Brigita pokazala na današnjem dopoldanskem predavanju. V bistvu vsakič so rešitve malo drugače in kljub temu, da so dobri nameni, vsi vemo, da stari pregovor pravi, da pot v peko je utrkovana z dobrimi nameni in imamo že dolgoletne izkušnje z zakonom o varstvu okolja in je bilo zdaj prvič, da ni bilo javne predstavitve v času prve javne razprave. Ni bilo nobene obrazložitve in vemo, da so te razgovori nujni, zato ker vsak to lahko malo drugače razume posamezne člene in na koncu smo se vsi že naučili v teh cirka 20 letih, da se lomijo predpisi in postopki na pikah in vejicah in ali. Tako da mislim, da bi bila nujna javna razprava. Tudi zdaj smo dobili zadnjo verzijo zakona ni na e-demokraciji, ampak na 24ur.com kot priloga, tako da ne vemo, ali je to zadnja verzija ali ne. Ampak kar je najbolj dodelana, tisto, s katero lahko razpolagamo, predvidevamo, da ja. Na tisto prvo verzijo zakona smo imeli cirka 20 srečanj, tako s podjetji, združenji. Zakon smo razdelili na več segmentov, ker pač vsa podjetja, vsi segmenti zakona ne zanimajo. Kar je bilo jasno z vidika proizvajalčeve razširjene odgovornosti je to, da tisti, ki so industrijski proizvajalci, ki zastopajo v slovenskem gospodarstvu cirka 25% BDP, kar je za cirka 10% več kot v povprečju EU, si želijo imeti kontrolo nad embalažo, ki je na njihovih dvoriščih z vidika upravljanja, ker imajo sisteme, imajo partnerstva, imajo urejene odvoze in v bistvu je to del embalaže, o kateri se ne govori, ker ni problematična. In želijo tudi, da se nadgradi obstoječi sistem z potrebami oziroma z novimi potrebami oziroma temu, kar se pojavlja na področju komunale. Problem, kar vidim, kar je dobro, je, da se združujejo postopki na področju okoljevarstvenih dovoljenj, ampak tudi tu bi se morali pogovoriti, ker je spet vprašanje, kako se bo to izvajalo v praksi. Problem je skrbnika, to sedajšnji pooblaščenci, ker jim nalaga nekatere obveze, ki so lahko v nasprotju z njihovimi pogodbami o delu. Tako da mislim, da se je veliko delalo na zakonu, ampak da nam je manjkalo javne razprave in pogovora, da bi se vsi med sabo bolje razumeli. Hvala. Zdaj bom šla pa na mojo desno. Gospod Zupanc, tudi za izvajalce javnih služb se kar pripravlja nekaj sprememb na podlagi predloga zakona o varstvu okolja 2, pa mogoče, če bi par rekla takih sprememb oziroma izzivov, ki bodo postavljeni pred izvajalce gospodarskih javnih služb, morda tudi tukaj predstavili. Hvala lepa. Še z moje strani en lep pozdrav in opravičilo za to, za mojo zamudo. Ja, mi smo proučili za O2, tako kot gospa Božič povedala, teh verzij bilo kar nekaj in so se v bistvu sploh v drugi polovici letošnjega leta skoraj da iz meseca v mesec spreminjale, ker smo uspeli pač pridobiti teh verzij. Prvo je definitivno področje, ki bo pred izvajalci javne službe postavil velike izzive, ampak to bo potem v naslednjem sklopu. Bi pa izpostavil del izgube statusa odpadka oziroma ko
odpadek izgubi status odpadka in postane proizvod. Ta del je zanimiv za izvajalce javne službe, predvsem iz vidika odstranjevanja blata. Vsi poznamo problematiko blata iz čistilnih naprav v Sloveniji in pa rešitev, ki so, bom rekel, v nekem momentu na dlani, da bi ta problem vsaj kratkoročno lahko reševali. Tukaj ta uredba o odpadkih s svojo spremembo v lanskem letu pravzaprav ni prinesla nekih želenih učinkov. Računamo, da sedaj nastavki, ki so za O2 pripravljeni in pa potem, ko bo šlo v spremembo podzakonskih aktov, da bo pa vendarle tukaj možen narediti nek napredek, pa najti neke rešitve, kratkoročne rešitve za odstranitev tega blata. Medtem ko ostalo okrog okoljevarstvenim dovoljenjem, tako strani naših članov nekih pripomb, nismo dobili nekih odzivov, ni bilo, kot ocenujemo, tako kot je že gospa Božič povedala, da bo to tudi na njih imeli neke pozitivne učinke, predvsem v delu, kjer se bojo pridobivalo okoljevarstvena dovoljenja. Hvala. Še gospoda Fišerja bo vprašam, glede zakona o varstvu okolja za zbiralce in predelovalce odpadkov, kot sem danes uspela predstaviti, bo kar nekaj izzivov postavljenih, pa mogoče bi se dotaknila samo tega skrbnik varstva okolja. V Solovini ste, pravzaprav, ker ste IAD zavezanec, imate skrbnika varstva okolja. Po vašem mnenju, kaj pa bo to predstavljalo, da bodo morali imeti vsi predelovalci oziroma obdelovalci odpadkov skrbnike varstva okolja? Ja, ta zakon o varstvu okolja je seveda prinašal en kup novosti. Tako ste že vsi omenili, pravzaprav ni bilo nekega časa, da bi se seznanili z čisto zadnjo verzijo. Vsekakor pa nasplošno zakonodaja, ki se v zadnjih letih spreminja, ima velik vpliv na naše poslovanje. Mi se moramo non-stop prilagajati, pa ne samo tako, da naredimo kaj organizacijsko, mi moramo tudi kaj investirati. Sami veste, kakšni so postopki pridobivanja okoljskih dovoljenj, gradbenih dovoljenj in tako naprej za to skladnost. Po vsem delu pa imamo še en kup inšpekcijskih pregledov, recimo samo leto pa pol nazaj smo imeli 160 inšpekcijskih pregledov letno. To, kar se zadnje leta dogaja, je pri nas povzročilo to, da smo predvsem ukrepili pravno službo, da smo izredno ukrepili okoljski del, včasih je bilo en krog, danes imamo že 4, 5 mogoče in tako naprej, tako da ja, v tem delu administriranja so zelo veliki bom rekel, premiki v smislu tega, da je pač res ogromno sprememb na zakonodaji in ne samo tam, mi moramo tudi potem pomagati družbam, katerim pač nudimo svoje storitve, da jim znamo kaj svetovati in povedati, kako se treba prilagajati in to pred celo industrijo predstavlja kar velik, bom rekel, izziv. Zdaj, veliko od predelovalcev odpadkov je tudi malih družb, in ti nimajo nekih specializiranih kadrov, če bi zdaj ta zakon predvidel, da jih morajo zaposlovati, pa seveda to nek dodatni strošek, kateri že itak ravnanje z odpadki postavi vedno draže, in v to smer pač se skupaj vodimo. Hvala. Boste rekli, hodim kot mačka okrog krvele kaše, pa gremo na drugi sklop, mislim, da je veliko bolj interesanten. Kljub vsemu pa je prav, da smo nekaj povedali tudi o drugih določilih zakona o varstvu okolja, ker niso zanemarljive v primerjavi s temo, ki jo podpira. Zdi se nam, da na področju ravnanja z odpadki predstavlja največji izziv pripravljalcev zakona dilema glede ureditve podaljšanja proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Zdi se, da smo se nekako okopali na dva bregova in med nami je precej globok prepad, pa se vprašam, ali bomo uspeli ta prepad premostiti in najti neko skupno točko. Pa bom najprej izpostavila to, da je področje PRO-ja po predlogu naj bi bilo urejeno ena organizacija, en proizvod. Organizacija neprofitna, ustanovljena strani zavezancev, lastniško ne sme biti vertikalnih povezav in, kot sem omenila, ena organizacija in proizvod. So to prednosti ali so slabosti, gospod Bukovec? Zdaj, nimam čelade. Tako da ne boste, bom rekel, mislim, da sem zdaj jaz tisti, ki oponiram, bom rekel,
splošni usmeritvi v tej dvorani, ki smo slišali in videli skozi zadnje slajde kolegice Ajde. Mislim, da bo najboljši in najbolj produktivno, da bi tiste slajde zavrteli in komentirali. Rešitve v prvo ZVO-2, zdaj, ali je ta zadnja varianta, ki jo imamo, kot pravite, iz medijev dobivamo, ali to predzadnja, ali še kakšna nova, to ne vemo, ampak saga z sprejemanjem v slovensko zakonodajo koncepta razširjene preživljajoče odgovornosti traja že 3-4 leta. In Slovenija zaradi tega zamude in blokad, ki so v tem procesu, zamuja dragoceni čas. Sistem razširjene preživljajoče odgovornosti se ne prilagaja temu, kar se bo zdaj v zelo kratkem času moral prilagoditi, in zato bo sedaj vse tisto, kar nismo v preteklosti naredili, priplavili na plan in seveda zelo drago stalo. Tako da rešitve, ki so v prvoju, kar se tiče družbe Slopak oziroma tudi mojega strokovnega vedenja, so popolnoma ustrezne za tako majhno državo, kot je Slovenija. V večini držav, tukaj govorimo in tudi prej smo slišali, glavni fokus za odpadne embalaže. Odpadna embalaža je eden od odpadkovnih tokov. Govorimo o ZVO-2, ki ureja obstoječe odpadkovne tokove, ki bodo financirani strani proizvajalcev oziroma poluterjev, in nove, ki bodo še prišli. Res pa je, da je očitno finančni interes določene skupine deležnikov na embalaži tako močen, da enostavno se, kot ste rekla, se okupujemo, sicer zakaj bi se morali kupovati, se oklepamo nekih svojih stališča. Jaz pa vsem moram priznati nekih racionalnih razlag za stališča, ki jih poslušamo za nasprotne strani, enostavno ne vidim. In če lahko, če mi daste malo časa, pa gremo po tistem, kar ste rekla. Neprofitnost. Mogoče bi bil to za začetek, pa bova dala besedo še ostalim, pa bodo potem še, bom kar tako Gorana prosila, da spove stališča GIS skupne sheme, torej ena organizacija, en proizvod, monopol ali imamo tržno gospodarstvo. Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem. Bom skušal mogoče malo bolj direktno na vprašanje odgovoriti. V GIS-u skupne sheme, se pravi, smo aktivni oziroma člani 6 družb, 6 družb za ravnanje z odpadno, oziroma 4 družbe za ravnanje z odpadno embalažo. 2 družbi smo vedno, oziroma zadnje čase vabili na sestanke, dokler smo se še nekako aktivno srečevali, na kar smo nekje pred 2 letoma ugotovili, da so naša mnenja kar globoko, kot si že omenila, razhajajo. In nekje, mogoče pol leta, leto nazaj, smo ugotovili, da dejansko 5 družb od 6 smo odločno proti monopolni ureditvi proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Ena družba je pač tista, ki ta monopol na tem področju zagovarja in pač vidi določene prednosti v tem sistemu, ki jih mi ne vidimo. Med temi družbami, temi 5 družbami, smo 4 družbe, ki smo tako imenovano vertikalno povezane, se pravi, se ukvarjamo tudi z zbiranjem in predelavo odpadkov oziroma odpadne embalaže, če hočete. In se pravi, v eni osebi gospodarstvu ponujamo vse rešitve, kar se tiče področja odpadkov, ali je to odpadna embalaža, so to drugi odpadki, ali so to obveznost proizvajalcev kot razširjena odgovornost. V glavnem ponujamo rešitve v eni osebi. In bom se navezal na predhodnika, gospoda Srečkota, tudi mi nismo seznanjeni z nekimi argumenti, zakaj bi monopol bil dobra rešitev. Hvala, bomo na tej točki zaključili. Gospod Bukov, če dovolite, tukaj imam še enega predstavnika shem, gospoda Šehiča, ki pa predstavnik sheme ne embalažne, ampak električne elektronske opreme, pa sveč, pa baterij, akumulatorjev. Pa mogoče še vaše mnenje glede monopola ali konkurenčne ureditve?
Ja, res je, ne, da sem verjetno to edini, ko nimam toliko neposrednega dela in pa težav problematike z področja embalaže in je na tej točki verjetno tudi za nas žalostno, ne, da v bistvu ZVO na nek način vse te debate, diskusije potekajo samo z vidika embalaže. Ne. Ampak če pogledamo z vidika električne, elektronske opreme ali pa baterije, ne, mogoče zadeva nekoliko drugačna. Ne. Tam so brand name tisti, ki še vedno nosijo to svojo odgovornost in o kateri razpravljajo na najvišjem nivoju vodstva in vse oni se zavedajo tega, da to odgovornost imajo, da jo morajo financirati, da morajo izpolnjati te okoljske cilje po najnižjih možnih stroških. In mi enostavno, bom rekel, v Sloveniji smo imeli na ostalih odpadkih zelo različne rešitve, veliko različnih mehanizmov, da bi zagotovili učinkovito ravnanje z temi posebnimi vrstami odpadki, pa to nismo dosegli. In vprašanje se poraja, ali je več konkurence, če temu tako imenujemo, sploh privedlo do tega, da so rezultati boljši. Na področju električne elektronske opreme definitivno ne, na področju baterij tudi ne, na nagrobnih svečah tudi ne. Torej, ne, danes je bilo že omenjeno, da težave so, kljub konkurenci in da je treba resno razmišljati, ali je za Slovenijo tudi kjera druga možna rešitev. Jaz mislim, da kar se tiče naših vrst odpadkov, da je možnost organizacije za eno vrsto proizvodov povsem dobra možnost in jo tudi podpiramo. Moje vprašanje še gospodarski zbornici pa predstavnici gospodarstva. Bolj ali manj, ko govorimo o odpadni embalaži, se bom spet vrnila, govorimo res o odpadni embalaži, ki nastane kot komunalni odpadek. Tukaj so res verjetno problemi pri izvajalcih javnih služb, pač je bilo tudi javno medijsko izpostavljeno, da so pač kupi. Kaj pa druge vrste, bom rekla, proizvodov, odpadkov iz proizvodov, za katere velja PRO pri industriji, pravzaprav odpadna embalaža pri industriji, odpadna električna elektronska oprema pri industriji. Ali so bile tam težave? Kaj je gospodarstvo reklo na tak predlog PRO-ja, da bo lahko prišlo do tega, če bo monopolna ureditev, da bo gospodarstvo ne imelo nadzora nad svojimi dvorišči? V bistvu gospodarstvo, predstavniki gospodarstva, pooblaščenci zelo resno in tudi direktorji večjih podjetij, ki so naši člani, zelo resno jemljajo področje okolja in se zavedajo svoje odgovornosti za odpadke do njihove predelave. In iz tega vidika so povedali prav, lahko citiram dobesedno, da želijo imeti opravka z nekom, ki ima ustrezno opremo, da pride k njim in da vedo, kje ta embalaža potem konča v primeru odpadne embalaže. In podobno je tudi za vse ostale odpadke. Tako da to jim daje en občutek nadzora in ni vedno najnižja cena njihova odločitev, ampak tudi zanesljivost storitve in zaupanje. Tako da vsekakor vse v poslovnem svetu se mora graditi na zaupanju in če tega zaupanja ni, zaradi slabih izkušenj, pač se ne da graditi dobrega sistema. Gospa Lesar? Ja, naše podjetje in vredno celotno gospodarstvo deluje po sistemu tržnega gospodarstva. Se pravi, da vse storitve, vsi materiali, vse karkoli pač dobivamo na trgu, delujemo po sistemu tržnega gospodarstva. Se pravi, 3 ponudbe, izbor najprimernejšega, seveda je cena en dejavnik, ampak kot je že dejala predstavnica gospodarske zbornice, zaupanje, kakovost storitve, odzivnost. Vse to so pomembni elementi pri izboru našega dobavitelja. Dejansko mi recimo delujemo 24/7, to pomeni, da rabimo dobavitelja, na katerega se lahko zanesemo, ki bo odziven, ki bo pripravljen storitev izvesti takoj in ne čez 2 ali 3 dni, ker takoj, ko se nam bojo začeli na dvorišču pojavljati kupi odpadne embalaže,
se bomo začeli spraševati, kaj se to dogaja. Nas pa načeloma zelo moti, ker se pogovarjamo o spremembah zakonodaje, da vedno, ko sprejemamo neke spremembe, pripravljamo spremembe na stvarih, ki dejansko v praksi dobro funkcionirajo. Stvari, ki jih imamo pa odprte, kjer vemo, da ni v redu, kjer vemo, da so potrebne spremembe, pa pustimo zaprte. In ZVO-2 je absolutno potreben in pomemben, ampak ne za ta področje. Ogromno drugih je odprtih. Hvala. Ja, gospod Bohocka. Moram priznati, da me preseneča v bistvu temeljno nerazumevanje, o čem se sploh pogovarjamo. Ne samo na embalaži, ampak na odpadkovnih tokovih razširjene proizvajalčeve odgovornosti. Gospa, ste lepo povedali, da mi 3 ponudbe zbiramo in zbiramo storitev. Družbe, ki upravljajo sistem, pa bova zdaj odmaknila na vašega izvajalca na dvorišču, ki je tudi družba. Bomo o tem potem diskutirali. Upravljajo in ponujajo storitev izpolnjevanja okoljskih ciljev celotnega sistema in vseh 1000 zavezancev v njihovem sistemu. Oni ne upravljajo storitve odvoza z vašega dvorišča. Da smo si najjasni. Javni interes. In mi govorimo o sistemu, ne pa o storitvah. In to je temeljno nerazumevanje, ki ga nekdo v Sloveniji absolutno agresivno plasira v prostor. In zdaj bom tako vprašal. Imamo na podlagi, na embalaži imamo 2 družbi, ki nimata svojih kamionov, ki pogodbeno najemate na trgu zgodbe. Imamo Interseroll in imamo Slovak. Na vaših dvoriščih, te družbe imajo najbrž dvorišča in tudi te družbe prevzemajo in zbirajo nekomunalno odpadno embalažo. Delegirajo na tanko družbo Dinos, na tanko družbo Surovino, na tanko družbo Comtex, Zaubermacher in tako naprej. In nikjer niso zaznal, da niso zadovoljni storitvami, ker če te bili nezadovoljni storitvami, bili najprej pripombe imeli na Dinos, Surovino in druge izvajalce. Mi smo upravljavci sistema. In dajmo si enkrat že končno razčistiti, da se ZVO-2 in Evropska direktiva ločuje, striktno ločuje nivo upravljanja sistema, kajti sistem in lastnik sistema je država, kajti okoljske cilje ima država, ne vi. Pa ne mi, mi smo orodje. In zato deluje v javnem interesu, ja? Vertikalno povezana podjetja oziroma Waste Management Companies, ki imajo osnovna sredstva za to, ne? Pa delujejo na trgu. Zdaj, kaj je dilema, o kateri se pogovarjamo? Dilema, ali se bodo pogovarjali o pogodbi z vami direktno, na izvoru, tako kot je rekel in tukaj je srž interesa, one stop shop. Mi smo Waste Management Companies. Mi vam lahko odpeljemo vse, od gradbenih odpadkov, do nevarnih odpadkov, do vsega, pa še embalažo, če imate slučajno. Če pa nimate pa ok. In ta koncept je tržni koncept in trg na ravnanju z odpadki ni nobeno zlo. Nesistemsko delovanje na sistemih razširjene proizvajalčeve odgovornosti pa je lahko. In trg imamo mi vzpostavljen na nivoju izvajanja storitev, ki jih upravljavska družba pogodbeno najame za vaše dvorišča. Se 17 let delamo na vaših dvoriščih. 17 let. In ne delajo vsi vertikalci za svojimi kamioni na teh dvoriščih. Tako jaz ne razumem te diskusije, ne zdržal. Poleg tega še nekaj. Gospa Božič je rekla, želimo kontrolirati dobo na našem dvorišču. Jaz imam pogodbo za Pošto Slovenije. Če bi jaz postavil Pošti Slovenije za podpisom pogodbe, ki prinesa pa paket, da bi bo prav Franc Petek moral izključno od njihovih tisoč špoštarjev nositi, sosed se pa odločil za gospod XY, bo ta sistem zelo drag in netransparenten in vse zgodbe bodo pomišljene. Tako da to ni logično. To ni logično, dragi moji kolegi. Gospa Tončka, ste se prijavila? Ja, jaz bi citirala tukaj navodila oziroma priporočila Expre na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti, kjer v bistvu dajejo mnenje na to poročilo Eunomijo in povedo, da so industrijska dvorišča
imajo poseben tok odpadne embalaže, ki ima svoje značilnosti, frekvence, ki ne more iti oziroma ne bi smelo iti po isti poti kot ta embalaža, ki konča pri potrošnikih oziroma gospodinstvih. In da če se ne pristopi k temu primerno, ustrezno skrbjo, lahko to povzroči več škode kot koristi, ker pač industrijska dvorišča in podjetja so vzpostavila partnerstva in odnose in pogodbe zato, da imajo urejeno ravnanje z odpadki. In konec koncev, če imajo podjetja urejeno ravnanje z odpadki in če gre to v krožno gospodarstvo in reciklažo, dosegamo tudi cilje države. Hvala. Gospa Tončka, že se vprašujem. Da bom rekel, citirala Leksko, kjer sem jaz sodeloval pri tem dokumentu. Sorry. Ja, logično je, popolnoma logično je. In pri embalaži in vseh odpadnih odpadkovnih tokovih imate vi po definiciji odpadek, ko proizvod ostane odpadek, ki bo v komunali postal, bo komunalni odpadek ali ki bo v nekomunalnem dvorišču. Najbolj izrazito in najbolj množično v količinah nastanka je to na embalaži. In zato je rešitev, tudi cenovna rešitev in organizacijska rešitev, seveda drugačna, kakor je na komunalah. Lahko, tudi ceniki so lahko drugačni in se lahko drugačno imenujejo. Tle množica modelov lahko možna. Ampak to se naj ureja v tistih podzakonskih aktih, ki bo na osnovi enotne platforme razširjene proizvajalčeve odgovornosti govorili o posameznem specifičnem odpadkovnem toku, ki ima svoje specifične. Kajti za ena zdravila sem prepričana, da ne bomo mogli upoštevati enakih organizacijskih oblik, kot jih imamo na 250 ali 300 tisoč tonah embalaže in tako naprej. Hvala. Goran, verjetno pota s gospodom Fišerjem, Goran, se oproščam, bova dala dami prednost. Sami rada bi še odgovorila na tole. Ja, država ima cilje, ampak država ne more izpolniti cilje. Mi vsi smo deležniki, ki ta cilj izpolnjujemo, da ga država potem izpolni. In vsi se trudimo za to, to je ena zadeva. Druga zadeva pa, gledajte, mi smo plačniki in če ste prej omenjali primer iz Pošto Slovenije, na koncu, če jaz plačam, da mi Franci prinese vsakič paket in sem pripravljena to plačati, imam to prosto izbiro, isto kot v podjetju. Imamo izbiro in si jo želimo imeti. Tako je to možno izvesti. Goran, mogoče. Ja, jaz mislim, da je ta primerjava gospoda Bukovca z pošto in pa z ravnanjem podjetja, z ravnanjem, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki, kar precej groba. In na nek način se zdi, da to žali slovensko gospodarstvo, slovenska podjetja, ki so se, mislim, da več let trudila skupaj z nami, z podjetji, ki se ukvarjamo že 75 let na trgu, da so postavila dobre, učinkovite, transparentne sisteme ravnanja z odpadki na njihovih dvoriščih. Mislim, da se slovenska podjetja dobro zavedajo, kaj pomeni odpadek, ki je koristen, ker to za njih predstavlja tudi nek prihodek lahko in na drugi strani, kaj pomeni za njih odpadek, s katerimi imajo stroške. In zaradi tega, ker se teh stvari zelo dobro zavedajo, so zelo odgovorni pristopili k urejanju svojih dvorišč in nov predlog ZVO2 to, kar v bistvu zanemarja. In na nek način, tako kot je bilo danes že večkrat povedano, se pravi prepušča organizacijo dvorišč teh slovenskih podjetij eni organizaciji in to organizaciji, ki nima nobenih kapacitet, ki nima dobenega skladišča svojega, ki nima dobenega kamiona. Ja, se strinjam, vem, ločimo upravljanje pa izvajanje. Sem na začetku povedal, da smo tukaj družbe, ki v eni osebi izvajamo upravljanje in izvajanje in smo prepričani, da je to prednost za slovenska podjetja, za slovensko gospodarstvo, tudi obrtnike, če želite. Tako da v tem delu se mi res ne strinjamo z tem predlogom zakona. Že prej sem izvajala še gospoda Fišerja, potem pa še gospod Zoprc, prav? Ja, jaz podobno kot ste reči, res ne razumem te debate. Namreč mi se zdaj pogovarjamo
o problemu embalaže, ne, kot da je zdaj problem embalaže kot takšen generalno prisoten. Pogovarjamo se o enem zelo majhnem delu embalaže, ki je problem. Ne. Mi od 350 000 ton embalaže, ki v Sloveniji nastaja, imamo mogoče problem za 30 000 tonami embalaže. Ne. In že 10 let razlagamo, zakaj ga imamo. Zato, ker ministrstvo ni zakonodajno uredilo obveznosti, da sheme morajo v resnici prevzemati to, kar se na trgu pojavi. In to je ključni razlog. In mi zaradi tega, ker ministrstvo ni sposobno narediti tega preskoka, se zdaj pogovarjamo tu, da bomo monopolizirali, pa postavili na glavo cel sistem, ki nima dobene veze s tem, kaj je problem. Ne? Veste, mi smo prisotni v vseh večjih slovenskih firmah in generalno upravljamo to storitev že 70 let in zdaj bomo mi morali zaradi tega, ker nekdo ni znal nekaj zakonodajno urediti, za tistih 30 000 ton, bomo obrnili vse sistem in postavili firme, ki so tukaj, ne vem, z 400-500 ljudi zaposlene, da bojo one naenkrat postavili v neki, bom rekel, podrejeni položaj, da se bojo morali v bistvu pravzaprav obnašati kot neki podizvajalci nekih belih ovratnikov, ki bojo odločili o tem, kaj bo zdaj tu embalažnina, ne. Bojo imeli enotne cenike, bodo rekli, da ti ne boš vozil, bo on vozil in tako naprej. Gospodarstvo bo pa te stroške prevzelo. Ne bo jih, ne. Res jih ne bo, ker nima interesa. Ker gospodarstvo je zainteresirano, da embalaža na njihovih industrijskih dvoriščih je dnevno obvladovana, da so tu vedno najbolj ugodnejše ponudbe, da se trudimo z izboljšavami, da gremo naprej. Zakaj? Gledajte, Slopak smo že dali skozi. Slopak je bil ena firma, en sistem in kaj je bilo z tega nič. Bili so trojni stroški, efektov ni bilo, nič se ni pobiralo, tako je bilo treba, takrat sploh ni bilo uvedeno ločenega zbiranja, obveznosti niso bile nikakršne. Tisti glavni lastniki so si verjetno delili dobiček, kakorkoli. In večina od teh lastnikov danes sodeluje z drugimi schemami. Zakaj je to tak? Kolega Fišer, mislim, da si presegel mejo dobrega okusa. Moram te priznati. Javno povem, da si presegel mejo dobrega okusa. V čem? Da omenjaš nekaj zgodbe v Slopaku in tako naprej. Slopak je dvakrat bankrotiral zaradi vaših cen, zaradi vaših cen podizvajalcev. Zaradi tega je dvakrat bankrotiral, zelo javno povem. In to, kar ti javno govoriš o Slopaku, zelo je vzpostavil sistem. In vprašaj ti komunale, kdaj so, bomo rekel, normalno delale in kdaj nenormalno delale. Jaz bi mogoče... Prosim, zelo javno povem, ne s takimi izjavami javnimi, ki bom mogel pač tudi jaz potem kakšne druge zadeve. Jaz bi prosila, če umirimo ton, pa ne povišujemo glasu, ker namen te okrogle mize je, da izpostavimo vsak svoje stališče in probamo zbližati ta stališča. Jaz sem obljubila gospodu Zupancu, da bo tudi lahko še kaj komentiral, tako da mislim, da je prav, da mu damo tudi besedo, potem bodo pa replike, če se strinjate, velja. Hvala. Hvala lepa za besedo. Jaz, ko tukaj sedim, imam občutek, kot da nihče ni pogledal Evropsko direktivo o odpadkih in kaj se je zgodilo leta 2018. 2018 je prišlo do spremembe Evropske direktive o odpadkih in od leta 2023 naprej nikjer v Evropi ne bo več tako, kot je bilo. Tega si zavedamo. Direktiva jasno pravi, da je treba razmejiti vse deležnike v sistemu, vse deležnike od upravljavca, izvajalcev, trgovcev, reciklerjev, predelovalcev, razmejiti odgovornost. Znotraj iste lastniške strukture, znotraj istega podjetja je to nemogoče. In zato mi je nejasno, da še vedno za tole mizo poslušam, mi dobro delamo, imamo mehanizacijo, upravljamo sistem, dobro servisiramo gospodarstvo. Glejte, to je pa se. Direktiva pravi, da to ni več mogoče. Direktiva pravi, da je potreben to zadevo izvajati neprofitno. Ne vem, ali vam je prav to, ali vam ni prav, Evropska direktiva tako pravi. In mi prenašamo zgolj določila Evropske direktive, katero morajo implementirati vse članice EU-ja v svojo nacionalno zakonodajo, prenašamo skozi ZVO-2 v naš pravni red. A nam je to prav ali ne? Gospa Skrasnika, a vam je to prav ali ne? Če bi bilo več schem, hipotetično, na nekomunalni odpadni embalaži, bodo mogli imeti clearing house in v vaše podjetje bodo hodili iz 3 schem različni izvajalci po vašem embalažu. Embalaža, ki jo vi dobite, to ni vaša. To ni vaša. To je od sistema. Ločimo vendarle, kaj je odstranjevanje odpadkov in kaj je upravljanje
krožnega gospodarstva skozi orodje proizvajalčeve razširjene odgovornosti. To je prva stvar, ki jo moramo v glavi narediti. A veste, komunalna podjetja mešane komunalne odpadke zbirajo in odstranjujejo. To je odstranjevanje odpadkov. Ko pa se zbira nek odpadek po principu proizvajalčeve razširjene odgovornosti, pa ni to odstranjevanje odpadka. To je pravzaprav orodje za doseganje nekih ciljev krožnega gospodarstva. Pa spet, a se hočemo to priznati ali ne, pozabite. V Hrastniku embalaža, ki imate vi, pa ki prodate, jo neupravičeno že ta trenutek prodajate in jo ne boste več prodajali. Ko bo implementiran direktiva implementirana v naš zakonodajni red, jo ne boste mogli več prodajati, ker ni vaša. To je od proizvajalcev, ki so vam dobavili proizvode, zavite v embalažo. Razen seveda, če boste imeli individualen sistem. Takrat boste pa pač sami upravljali s tem. In jaz, ko to poslušam, se kregamo v osnovi esenci. Dajmo si prebrati direktivo, pogledajmo, kaj noter piše in skozi to pogledajmo na celoten sistem. Jaz mislim, da vsa ta podjetja, ki zdaj, vertikalna podjetja, ki dolga leta kvalitetno upravljajo svojo dejavnost in servisirajo gospodarstvo, bodo delali tudi naprej. Seveda na podlagi, bom rekel, usmeritve ene organizacije, na podlagi kandidiranja za posel, zakon prav, da bo potreben izbrati te izvajalce po javnem pozivu, javnem tenderu ali javnem razpisku, kar hočete temu reči. To zakon prav in to tudi prav Evropska direktiva, da morajo biti stroški transparentno, se pravi, da morajo biti izvajalci transparentno izbrani na javno, drugače piše, da morajo biti javno transparenten način izbire izvajalcev. Kaj to prav? To pomeni to, da je treba javni razpis dati ven, pozvati vse deležniki, ki so sposobni neko zadevo delati, se prijavijo, verjetno bo v Sloveniji nekaj sklopov, ker so obdelave na različnih koncih in tako naprej in ta upravljalec sistema bo smiselno naredil tako, da bo to za gospodarstvo najceneje. Prej ste me vprašali izzivi v komunalnem gospodarstvu. Ja, ravno na tem področju imamo mi največ izzivov in se jih zavedamo in tudi vem, da bo to da je to kislo jabolko, v katerega bo mnoga komunalna podjetja ugrizli. Ja, pa tudi izvajalci, ki zdaj vertikalno upravljate nekaj storitve. Tudi vi boste za upravljanje storitev mogli to kislo jabolko ugrizati. Še enkrat podarjam, nikdar več ne bo tako, kot je bilo. Gospod Čihič, samo je trenutek. Pozivam tudi vas, publiko, če ima to kakšno vprašanje, moje oči skozi spremljajo vas, dajte dvigati roko, pa bo tle kolegice tudi šle s kakšnimi... Na koncu sem mislila, da bomo samo mikrofone. V redu, na koncu, ker mislim, da se vmes lahko bi pojavljalo vprašanje, pa mogoče bom pa jaz... Malo glasneje, ne? Se ja. Mislim, da se ga sliši. Ker vseeno mogoče še koga tema zanima. Se upravičujem, gospod Čihič, upam, da mislim ni všla. V redu. Jaz bi se sam zahvalil gospodu Zupancu, da je nakratko povzel ta 8a člen direktive 2018-851 in to, da države to implementirajo. Mislim, da so do zdaj 4 države to implementirane. Velika večina je šla v smeri vse to, kar imamo mi definirano in celo v smeri ena organizacija, en proizvod. Pri nas bi kvečemo morala biti dilema ali ena organizacija ali več organizacij proizvajalcev za en tok proizvodov. In o tem imamo izkušnje. Mi imamo izkušnje na različnih tokovih odpadkov, uvajali smo sistem izravnav, uvajali smo sistem finančnega jamstva, prevzemanja po deležih, jasno je definirano, ampak država enostavno to ne more spremljati, ne more imeti enostavno take regulative, da bi spremljala to izvajanje. In zato je zaključek, da za Slovenijo je potrebno presekati ta gordijski vozel na sistem, da izvajalci postanejo izvajalci sistema in imajo seveda vso možnost, da tudi pride do investicij, da pride do večjega obsega odpadkov in da se na tem področju nekaj začne. Na našem področju, žal to, kar sem prej povedal na naših odpadkih, se v zadnjih 15 letih ni zgodilo nič. In to je žalostno, da hodijo tujci k nam in sprašujejo, če lahko pride do investicij. In tega si ne smemo dovoliti, da odpadke vozimo ven, ampak da naredimo lastne investicije in lastne razvoje na tem področju. In to je tisto tema, ali bodo te organizacije pridobitne ali nepridobitne, ali bodo enaki pogoji za proizvajalce, ali kakšno bo lastništvo, to enostavno res več ne more biti tema in pa diskusija teh problemskih konferenc.
Izvolite. Seveda jasno, da vsi beremo iste direktive, ne? Ampak te direktive nikjer ne piše, da je monopol predpisan, ne? Ker tega preprosto ne piše. Mi pač govorimo o tem, da je v Sloveniji možno v bistvu organizirati sistem tudi skozi več družb, ker smo do zdaj dokazali z svojim delom, da smo zniževali stroške gospodarstvu, da smo, če govorimo o sistemu, izpolnjevali vse cilje na področju embalaže, ki so bili predpisani in dejansko res ne vidimo nobenega problema v delu, ki se tiče industrijskih dvorišč, da je pa problem v delu, ki se tiče komunal, za katerega je pa odgovorno ministrstvo. In dejansko mi smo zdaj z zadnjo spremembo uredbe o embalaži in dejansko v prihodnjem tednu bi naj bila podeljena nova okoljevarstvena dovoljenja za embalažne družbe v skladu za to uredbo. Mislim, da smo tik pred rešitvijo problema, da dejansko tudi na komunalnem delu ne bi več prihajalo do problemov. In zdaj bi naenkrat spremenili sistem na glavo. Zakaj? Če lahko bi samo potrdil, se navezal tukaj na gospoda Fišerja. Točno tako je. Se pravi, mi smo tik pred tem, da dobimo nova okoljevarstvena dovoljenja, tako nam je bilo sporočeno iz strani ministrstva. In mislimo, da je to tista zadnja pika na i, ki bo dala se pravi zakonodaji, ki je bila sprejeta oziroma začela veljati 1.1. zakon in uredba za 24. majem, da bo ta okoljevarstvena dovoljenja dejansko spostavila temelj, da bomo vse družbe morale in bomo zavezane prevzemati vso zbrano odpadno embalažo. In to je tisto, kar je problem, zaradi česar danes tukaj sedimo. Zdaj, videli smo v tej razpravi, da imamo različna stališča vse skupaj, ampak če se od tega malo odmaknemo in vidimo, kaj je glavni problem. Glavni problem, zakaj do vsega tega prišlo, so kupi nepobrane embalaže pri komunalnih podjetjih. Komunalna podjetja so tako rekoč naši partnerji, s katerimi sodelujemo in se zavedamo teh težav, ki jih imajo, zavedamo se tega kopičenja, teh kupov, ampak kdo je tukaj krivec? Spomnimo se par let nazaj, vsa leta se v medijih pojavljajo, predvsem v jesenskih, zimskih mesecih, spet se nabirajo kupi odpadne embalaže, drojeti so krivi, drojeti kujejo milijonske dobičke, ne pobirajo embalaže in tako naprej. Jaz mislim, da se pa vendar z nekaj sodbami sodišč jasno izkazalo, da drojeti za to nismo krivi, enostavno zakonodaja ni bila vzpostavljena. In zdaj smo, danes je že bilo povedano, pa bomo še 5krat povedali, zakon je bil sprejet 1.1.2021, uredba maja in od maja do zdaj mi še nimamo okoljevarstvenih dovoljenj. Človek se spraša, kaj čakamo? Kaj čakamo? Okoljevarstvena dovoljenja bi lahko dobili že, napovedano je bilo že lani iz strani ministrstva, konkretno strani ministra, da naj z 1.1.2021 pričakujemo, da bodo stvari urejene, da bomo prevzemali vso zbrano odpadno embalažo. Da bodo stvari urejene v pravni državi pomeni, da bo zakonska podlaga za to in da bodo podjetja, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, dobila tista dovoljenja potrebna. Vemo, tudi hiše ne moreš zgraditi brez gradbenega dovoljenja. Kljub temu lahko zakon obstaja, pa še ne vem kak zakon, ampak če ne pridobiš gradbenega dovoljenja, hiše ne smeš zgraditi. In zelo podobno zadeva je pri nas. Tako da te debate tukaj okrog razumevanja EU direktive, pa razlaganja, pa prepisa teh členov oziroma prepisa interpretiranja teh členov v naš ZVO2 je pa lahko še debata. Ja, gospod Zupan se prijavil, pa tako gospod Buhod, se opravičujem, na tej strani mi morate malo brcati, ker se izgleda res bolj proti kelpor, da ne. Jaz se tukaj ne strinjam, da danes sedimo tukaj in se pogovarjajo o tem za kupov embalaže. 2018 je spremenila direktiva. Rečen je, da morajo do 2023 članice EU to implementirati v zakonodajo. Ja, seveda, verjamem, da so kupi embalaže pripomogli k razmišljanju, katere rešitve so ta prave. Ampak moramo vedeti, da kupi embalaže niso bili samo v Sloveniji. Pogledajte, pa se v Sloveniji, v Nemčiji dvakrat sistem padel. Pa se s temi težavami so se srečevali drugje, oziroma se še vedno srečujemo.
In tam, kjer so pač šli na monosistem, namensko se izogibam besedi monopolen sistem, zato ker to, kar vi govorite, da je to monopolen sistem, a veste, če upravljanje v celotnemu kolaču stroškov predstavlja 5% vseh stroškov, ostalih 95% pa izvajanje storitev in za 95% storitev iščeš izvajalce javno na trgu, kako lahko rečete, da je to monopolen sistem? Ne razumem. Jaz bi celo drugače rekel, da to, kar je zdaj, da je monopolen sistem, ko nekdo, neka družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki upravlja sistem, niti ne izbira izvajalcev na trgu, ampak ima svoje izvajalce in dela po svojih internih cenah in zaračunava, kolikor hoče. Moram to povedati, da pravzaprav nizke cene za gospodarstvo, kaj so pomenili nizke cene za gospodarstvo? To, da družbe so ena z drugo tako tekmovale, da so nehale upravljati svoje temeljne dejavnosti. Danes sem poslušal na radiju, ko sem se vozil 3 ure, sem bil na cesti, pa sem poslušal v roku 1 ure 3 družbe vabijo proizvajalce, da se jim pridružijo in pri njih podpišejo pogodbo, da bojo družbe poskrbeli za njihove odpadke. V zadnjih 13 letih nisem slišal enega oglasa, kako naj občani ravnajo, da bo embalaža bolj pravilno ločena, kako bodo osveščali, ni bilo enega pisnega oglasa, razen velik oglas od ene družbe, ko so spet oglaševali bolj svoje ime kot pa ravnanje. A veste, to so temeljne naloge, osveščene so temeljne naloge in seveda, ko se v družbe med sabo tako zelo tekmovale, niso niti ne osveščali, ker so vendarle mogli padati na stroške, konc koncev so celo sledile eni družbi, ki je na sodišču uspela s tožbo in še ostale družbe niso več prevzemale tiste embalaže, ki so jo še en mesec nazaj pa prevzemale. A veste, konkurenčen sistem v osnovi v redu, ampak tukaj govorimo o izpolnjevanju odgovornosti. In če bodo ustanovitelji organizacije proizvajalci, je nekaj kristalno jasno, da bodo oni od svoje organizacije zahtevali neprofitnost, ker morebitna profitnost organizacije bo pomenila višje stroške za ravnanje z odpadno embalažo za proizvajalce. To je kristalno jasno. In na drugi strani bodo ti proizvajalci od organizacije zahtevali, da bo čim bolj racionalno ravnala po najnižji ceni. Seveda skladno s tem, kar narekuje Evropska direktiva ali pa ZOO2. Mogoče samo ena stvar. Nas kot zbornica komunalnega gospodarstva pravzaprav sploh ne bi smeli nič brigati, je to konkurenčen ali polsistem ali monosistem, kako je to, če bi sistem tekel. Ker pa sistem ne teče in se bojimo, da tudi naprej ne bo tekel, zato se pa aktivno vključujemo v to debato, sicer se sploh ne. Ko govorimo o nekomunalni odpadni embalaži, jaz vam naprej povem, kaj bo, če bo več družb ravnali s nekomunalno odpadno embalažo. Ta nekomunalna odpadna embalaža, tista, ki bo nosila za sabo strošek, se bo pojavila med komunalno odpadno embalažo, zato ker spet nekatere družbe ne bodo želele prevzemati, ker če ne bo clearing house, kako bodo pa to prevzemali, pa tudi če bo clearing house, bo nekdo prevzemal embalažo, ki je boljše kakovosti, drug slabše kakovosti, da o te vedeli, o čem govorim, tudi v hoteli imajo nekomunalno odpadno embalažo, ki je povsem enaka kot komunalna odpadna embalaža. In ta embalaža iz hotelov, ta konzerva, pločevinka od rdeče pese, če karikiram, pa bo pristala med komunalno odpadno embalažo, pa konzerva mogoče nekaj ima svojo ceno. Medtem ko druga plastična embalaža pa ja. Ta konzerva je komunalni odpad. Še gospod Bukovec, tukaj bi se lahko pogovarjali, odvisno kako bo redbo embalaže določila, ker vemo, da so ravno hoteli izvzeti, da se lahko oddaja. Samo še komentar o tem, da smo zniževali stroške gospodarstva. Vsi drojti smo v danih razmerah zniževali stroške gospodarstva. Vendar, vertikalni drojti z svojimi custom-made cenami, baziranimi na nekomunalni odpadni embalaži in na dvoriščih večjih gospodarskih družb, predvsem pa trgovcev, so zniževali bolj te cene. In to tistim gospodarskim subjektom, kjer se je množičneje v večjih količinah nekomunalna odpadna embalaža zbirala. Vendar, bom spet javno povedal to, kar sem enkrat že povedal. Ta znižanje cene je kraja, kajti na dvorišču vsakega gospodarskega subjekta nastaja embalaža zavezancev, proizvajalcev, ki so obračali v vseh 6 družb. In če ta
proizvajalec, ki je dal to konkretno dvorišče, dostavil to embalažo, ne evidentira, da je ta bila zbrana in prevzeta za strani družbe, kamor jo plačal ta družba po definiciji okoljskega cilja, za to material ne more dosegati in ga ne dosega. Kar je pa še slabše, cena, predvsem se tu govori o papirju in kovinah, ki so tržno zanimive in na tistih dvoriščih ste vertikalci, ja, na tistih dvoriščih ste tam, ker je samo plastika, je slopak. To je dokazljivo. Tam, na tistih dvoriščih, iz tistih materialov, ta družba, v katero embalažnino plača, ni prihodka dobila. Dobili ste ga vi in si ga razdelili z tistim, ki ima to svoje dvorišče. Če nekdo v Sloveniji, oprostite, govori, da je to urejen sistem in da ga je treba sam fine-tunati, mi sam povejte, zakaj so cene za organizacije XY 139 € za plastiko, za majhnega, nepomembnega, za vas nepomembnega zavezanca pa 350. A to je enako obravnava zavezancev? To je skrb za gospodarstvo? To je za mene lupljenje gospodarstva. Je zelo žal. Gospa Lesa, nastaja pri vas odpadna plastična embalaža? Ja, seveda nastaja odpadna plastična embalaža, s tem, da smo v letošnjem letu naredili projekt, ker se zavedamo naših ciljev in odgovornosti do okolja in smo iz naše tovarne izločili vso plastično embalažo, kar se tiče avtomatov, plastenk in tako naprej, tako da imamo minimalno plastično embalažo, samo folija, ki nam ostane pri tem, ko uvijamo naše izdelke. Ampak odpadna plastična embalaža ostaja na vaših dvoriščih ali je odpeljana strani več izvajalcev, ki globalno izvaja servis ravnanja z odpadki? Absolutno je odpeljana. Absolutno. Hvala. Vsa embalaža, ni izbora, katera embalaža. Vsa embalaža je odpeljana. Hvala. Torej, ne bo čisto držala, gospod. To je razlika med komunalno in nekomunalno embalažo oziroma med težavami, ki jih imamo v Sloveniji. Se pravi, ko govorimo o nekomunalni embalaži pri podjetjih, pri gospodarstvu, mislim, da ni težav z odpadno embalažo in katerekoli vrste, ali govorimo o papiru, ali kovinski embalaži ali o plastični embalaži. In mislim, da je to treba jasno povedati, ker to, mislim, da v javnosti to se sploh ne omenja. Težave, s katerimi imamo v Sloveniji, so samo z komunalno embalažo in prav tako pri komunalni embalaži, ne z vsemi vrstami, ampak samo z eno vrsto, samo z mešano komunalno odpadno embalažo, ki je sestavljena iz plastične in kovinske embalaže. Ni težav z papirno embalažo, ni težav z stekleno embalažo, ne zastaja na dvoriščih komunalnih podjetij. In po mojih podatkih, gospod Zupanc, ko zadnje čase v medijih izpostavljate, koliko zastaja odpadna embalaža, koliko zalog je na dvoriščih komunalnih podjetij, po mojih podatkih smo od družbe prevzeli okrog 88% zbrane, mešane odpadne embalaže pri vseh komunalnih podjetjih. Tako da, dajmo sprejeti ta okoljevarstvena dovoljenja, dajmo dobiti ta okoljevarstvena dovoljenja in sem prepričan, da odpadne embalaže pri mešane komunalne embalaže tudi pri komunalnih podjetjih več ne bo. Gospod Fišer, vidim, da... Ja, mislim, da popolnoma vse družbe imajo med zavezancev, tisti, ki imajo na industrijskih dvoriščih plastiko, tudi vaša, tudi naša, vsi imamo in pač celovito ravnamo s to zadevo. Tako da tu za nekih paralel ne bi bilo zelo težko potegniti, da se nekdo specializira za nekaj. Je pa res, da v tem sistemu, če bi začeli razšiščevati marsikaj, ni transparentnega. Če bi šli dosledno deliti, da embalaža, ki se pri njih pojavlja, ni njihova embalaža. V bistvu zakon pravi, tisti, ki imajo embalažo na dvorišču, to je iz dejavnosti in to je njegovo. V bistvu on je odgovoren za to, da plača. Je njegova odgovornost in mora za to plačati. In če se iz tega lahko poravna del svojih stroškov, ki jih ima s tem, mi v tem nič ne vidimo spornega, dokler se to prijavlja v sistem in dejansko tvori tudi izpolnjevanje ciljev in je zadeva čista. Če bi šli dosledno to gledati, potem bi mogli vsem trgovcem pobrati svojo embalažo, pa reči, v tisti embalaži 100% je 3% od perutnine, 5% od fruktala, 10% od pivovarne in tako naprej, in bi šli dosledno trgovcem ta strošek dejansko... To bi mogel narediti clearing house, bi že od začetka, ko se je uvedla več družb, več kot ena, bi mogel že takrat prištartiti. In to je naloga clearing house. Natanko to. Ja, ampak to je v bistvu... To je administriranje sistema. To smo predlagali vsi
skozi leta in leta, pa ga nismo, bom rekel, dočakali, zdaj je clearing house v bistvu država zablokirala v predlog ene družbe za odpadkovni tok. In bo ta v bistvu clearing house. In bo sam sebe nadziral. Ja, jaz mislim, da ne. Zato, ko smo gledali, bo nek svet s petimi predstavniki. Tako je, predlagam jaz posvetovalno telo, pa gledam Majdo, zato ker sem mestni člen večkrat zdaj pustila ob strani posvetovalno telo, dveh predstavnikov, lastnikov, pridruženih članov in predstavnik ministrstva. Mislim, da je tako, ne? Ja, ste hotel še kaj, gospod Jure? Mislim, se pravim, zdaj, v bistvu, da bi šli sistem razšiščevati do konca, je dejansko, to je veliko delo, mislim, ta sistem na nekih temeljnih funkcionira danes in daje rezultate. Jaz mislim, da mi generalno Slovenije ne moramo reči, da ne izpolnjujemo ciljev na področju embalaže. Jaz mislim, da izpolnjujemo v vseh elementih tega, kar je pač predpisano kot država. In enostavno nam ni jasno, zakaj bi zdaj šli razgraditi ta sistem, ki v osnovi ni slab, seveda potrebuje kakšne popravke, ampak mi menimo, da je to pač možno dosegati še toliko lažje znotraj nekega konkurenčnega sistema. Ker enostavno, ja, mogoče mi imamo res en tak, veste, kako pravijo, kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi, Dejansko surovina je v letu 2007, kdaj je bilo uvedeno, je pičila kača. Enostavno je surovina naenkrat po 55 ali 60 letih delovanja bila naenkrat izključena iz izvajalskih storitev za sheme, ki so se naenkrat pojavljale kot mestni člen. In enostavno to je bilo enih par let, preden smo prišli k sebi, recimo, da smo sploh lahko pristopili nazaj v izvajalske storitve. Zato, ker je tista ena shema, ki je imela monopolno odločitvo in se odločila za druge izvajalce, ki v bistvu niti slučajno niso imeli toliko usposobljeni, kot smo mi bili. Ampak to tak je. In mi se tega, iskreno povedano, bojimo. In pač ščitimo svoje interese. Mi si želimo delati, želimo služiti industriji, želimo delati sistematično na stroških. In moram iskreno povedati, da me zelo prizadane, ko govorijo, da mora biti shema neprofitna, a ob dvojnem strošku. To pri nas je tak, kadar gre za javno podjetje, je neprofitno, ampak strošek je pa dvojni, ker ni učinkovit. Recimo, ravnanje za s čem stane 200 evrov, če je javno, če pa je zasebno, je pa 100. In zdaj je problem, ker ta za 100 dela dobiček. To ni, jaz ne razumem, da je predvideno javno podjetje. Ne, govorim princip, da mora biti shema neprofitna, ampak obvezno za gospodarstvo pa dvojni strošek, recimo. Zakaj bi pa bil dvojni strošek? Ker ne bo učinkovito organizirano. Zato, ker ne bo. 6 administracij na embalaži, 6 administracij, preštejmo, koliko je v administraciji ljudi. Preštejmo jih. Ampak pošteno, jaz pri vas ne vem, kakšna je bilanca sheme. V Prdinosu recimo tudi ne vem, kakšna je bilanca. Jaz se ne morem benchmarka delati kot schema za embalažo ali pa schema za, recimo, ko delamo z benchmark z Emilom, schemo za elektronko, vemo, koliko je zgodba, kakšni so stroški, kje smo boljši, kje smo slabši. Za vas, recimo, je to nemogoče. Jaz ne vem, koliko imate vi zaposlenih. Vem, da neka družba nima nič zaposlenih. Nič zaposlenih. Pa ima 3-4 milijona evrov prometa kot upravljalec embalažne sheme. A je to normalno? A je to pravilna ureditev? Jaz se ne strinjam s takimi stališčimi, zelo žal. Goran, si ti hotel še? Ja, zdaj spet je bilo embalaža in elektronika. Že v začetku, da to še imamo omenil, zakaj se pogovarjamo samo o embalaži. Mislim, da je tukaj pač temo tako, ker je 350 000 ton embalaže na našem trgu in ta tok odpadkov je definitivno nezanemarljiv. In ureditev tega je nujno potrebna, transparentna, učinkovita. Odpadna embalaža se v bistvu nastaja tako rekoč v vsakem gospodinjstvu in tako rekoč v vsakem podjetju tukaj. Jaz bi se tukaj dotaknil še dejansko tega interesa. Kdo izmed deležnikov v sistemu ima interes po monopolni ureditvi sistema ravnanja z embalažo oziroma odpadno embalažo. Če pogledamo, kdo smo deležniki tukaj, gospodarstvo, ima gospodarstvo tukaj interes po monopolni ureditvi. Bomo se še na koncu mogoče vrniti gospodarstva. Načeloma gospodarstvo ne bi smelo, ker gospodarstvo si želi konkurenco na vseh področjih, ne samo na področju ravnanja z odpadki.
in si želi dosegati optimalne cene oziroma optimalne stroške. Če gremo naprej, potem gospodinstvo, ali si gospodinstvo želijo monopolne ureditve na področju droge, nisem prepričan, mislim, da ne poznajo sistema, ne vem, zakaj bi tukaj bil interes. Ali je tukaj interes izvajalcev javne službe oziroma komunalnih podjetij? Gospod Zupanc, je tu interes komunalnih podjetij po monopolni ureditvi sistema? Interes je, da sistem deluje in glede na evropske izkušnje, glede na naše izkušnje, je sistem, da je sistem z enim upravljavcem za posamezen podkom z naskokom najboljši. No, smo prej slišali že v preteklosti, smo v Sloveniji imeli sistem za eno družbo, ne? In sistem se je izvedil. Ne, se ne strinjam. Ja, kako ne? Imeli smo družbo Slopak in so stroški gospodarstva se še dobro spomni, kakšni stroški so bili, ne? Širite, prosim, dezinformacije. Slopak je bil samo prva družba, ki je vzpostavila sistem do decembra leta 2004. Decembra 2004 je prva licenca Interseroja postavila. To pa ne bo držalo. Decembra 2004, a ne? Kar Peter povedati. To pa ne bo držalo. Slopak je bil do leta 2006, pa me ne držati za besedo, ali pa celo 2007 je bilo potem vstopu Interseroja na področju nekomunalne odpadne embalaže. Nekomunalne je začel. Ampak Dve družbe so od decembra 2004. ne od 2004, ne Slopak je bil... Bova izmenila dokumente. Bova. Jaz, kot bom rekel, bivši direktor Slopaka, nimam pojma, kaj se dogajalo v 2004. Ok, vete vi bolj. Slučajno sem pod nekaj dovoljen podpisan, kot vodila upravni postopek, se to ni nobena skrivnost. Ampak vse to ne. Eno vprašanje imam še, gospod Bukot, za vas. Vmes ste omenili, da je Slopak dvakrat skoraj bankrotiral zaradi podizvajalcev. Ali ne obstaja bojazen, če bo ena organizacija, tudi vaši lastniki so proizvajalci, ali ne obstaja ista bojazen, da bomo prišli v situacijo, če bo ena organizacija in en proizvod, da bomo prišli v situacijo, ko bodo vaši podizvajalci, ne vaši, bova rekla, podizvajalci organizacije, začeli pravzaprav upravljati organizacijo. Zato pa smo zainteresirani, da se slovenski trg obdelave zbiranja odpre konkurenci. Zato, ker na tem trgu mora biti konkurenca. Kakšno konkurenco pa imamo ta trg v Sloveniji? 4 družbe obvladujejo, če jo hočemo uvestiti v širši prostor, ne samo točka A do točke B, ne? So resni izvajalci, na katere se lahko zaveže. In še enkrat, Interseroj je sprožil, bom rekel, prijavo AVK-ju, kjer se je ugotovilo, da imamo v Sloveniji na sistemu izvajanja storitev ravnanja z odpadno embalažo, mislim na tem področju violacijo zakona o varstvu konkurence. Odločba je bila izdana 30.12.2019. O čem se zdaj pogovarjamo? Niste odgovorili na moje vprašanje. Ali obstaja bojazen tudi tista leta, ko ste... Če se bodo dogovarjali med sabo, to je vedno možno. Ampak prej smo izpostavili, da se organizacija izbirala podizvajalce na podlagi razpisa. Ja. V predstavitvi gospe Ajde smo videli, da smo se vprašali, a je to po načelih zakona o javnem naročanju, ali je to tisto, da objavim na spletni strani kot organizacija in jaz kot organizacija prišepnem, zdaj špekuliram, da smo si na jasnem, prišepnem, kdo se lahko prijavi. Jaz toplo pozdravljam vašo željo, da se trg odpre. Vemo, s čim smo tudi povezani, da se bo trg izvajalcev lahko odprl, kdo bo pa zbiral in predeloval. Ampak, Jaz mislim, da v tem odvaju, tam sem se prej sposodil, ko smo zdaj do nekaj gledali, piše javni razpis. Javni razpis ni javno naročilo. Javni poziv je, ni pa to javno poziv. In to je mišljeno, saj jaz tako razumem in berem, z Ajdo sva rekla, da iste stvari očitno drugače beremo, da je to tender. Tako kot naredi Mercator, naprimer, tender za izbiro najboljšega izvajalca ravnanja z odpadno embalažo, tako kot naredijo tender za izvajalca ravno embalažo, in to je
Vsem kristalno jasno. Zdaj ta sistemska družba, ne, pa tega ne more narediti za izvedbo. Čem šlo? Ne. Eno repliko, namreč tista zadeva za VKM slučajno ni pravnomočna, ne? Poteka, bom rekel, pritožba na sodišče, pa ni pravnomočna, kar pomeni, da ni veljavna, tako da prosim, ni treba prijeti z dejstvom. Sprejemo. To sem še hotel. Ko je kolega Zupanc zelo sistematično poskušal nas vse usmeriti tja, kamor bi mogli vsi skupaj razmišljati. To, o čemer se pogovarjamo, ena družba, neprofitnost. Vzeti to so res skoraj nebuloze že. Mi se na konferenci reciklažne industrije bi morali pogovarjati o tem, kar je gospa v subdirektivi povedala, kako bomo ločene vrste plastike, ali so sortirne linije v Sloveniji sposobne to, koliko so sposobne, kakšno kvaliteto zbiramo v komunalah, kako preprečiti to, kako tehnologijo razviti in kako razvijati v predelovalni kapaciteti. To bi jaz pričakoval. Mi se pa pogovarjamo zdaj o tem, ali bo ena družba, ali bo 3 družbe za 2 milijona prebivalcev, za embalažo 38 000 ton na družbo ta trenutek. Ampak, ključno je še drugo. Prihaja iz Evropskih direktiv full cost sistem. 6 družb bo imelo pogodbo za 63 komunalami. Me zanima, kako bo sklepala pogodbo z 60 komunalnimi družbami, ki ima negativni kapital. Recimo. Drugo, ekomodulacija. O tem, kaj govorimo o ekomodulaciji. Zdaj je kolega kaj dopolnil in tako naprej. Množica stvari, ki govorijo v te rešitve, ki jih ta trenutek ministrstvo predlaga. No, tukaj jaz rekel, tudi nas se moti tudi zelo, ne gre samo za monopol na schemi, gre tudi monopol na izvajanju, bom rekel, storitve pobiranja embalaže, ki nastaja na komunalah, to se pravi v gospodinstvih, in ob full cost sistemu bi naj bila ta prevaljena na gospodarstvo. To tudi mislim, da ni okej. Jaz mislim, da tudi tu mora biti upoštevane alternativne oblike. Jaz mislim, da zavezanci morajo imeti vpliv na kvaliteto zbiranja, na stroške zbiranja, na ostale stvari, ki v bistvu lahko povzročijo plačnikom subvencij njim tudi nižje stroške oziroma doseganje okoljskih ciljev. Danes pa imamo sistem, v katerem se to zbira kot del javne službe in se brezplačno predaja v bistvu družbam. Zraven pa dobimo 30% nečistoč, pa do meni za to ni odgovorno. Lahko, mogoče dodam iz izkušenj. Mi smo dejansko družba pravzaprav v lasti proizvajalcev že 15 let. V družbi so priznane blagovne znamke, reprezentativni proizvajalci. V novem predlogu zakona je, da so minimalno 4, po vsej verjetnosti vsaj med 8 do 10. In to so si glavni konkurenti na trgu. In torej, moje razlage in moje obrazložitve, vsebine poslušajo Electrolux, Bosch, Samsung, Philips, Gorenje in tako naprej, da namenjam za področje IT-ja. In verjemte, da so si dejansko konkurenti. In teme kot take, dogovorimo se, da bomo skupaj investirali, dogovorimo se za tistega izvajalca, špekuliramo s tem, takih tem ni. Vsi podpišejo izjave, da ne sme priti do nasprotja interesov. Ta izjava se prebere na vsakem sestanku. To so občutljive teme za njih. In oni nimajo nikakršnega interesa izigravanja tega. Ključni KPI-ji, ki se dogajajo na teh bordih, so na prvem mestu stroški. Se pravi, obvladovanje vseh vrst stroškov. Ne samo administracije, ampak tudi celega procesa. Na drugem mestu so okoljski cilji. Nikakor ne sme priti do tega, da bi bili okoljski cilji zanemarjeni oziroma da ne bi sledili in dosegali. In na tretjem mestu je ozaveščanje, se pravi budžet za ozaveščanje, projekti, ali so bili izvedeni, ali so doseženi, se pravi ti cilji. In jaz si ne predstavljam, oziroma niti enkrat v teh 15 letih ni poskušalo priti do izigravanja. Je bilo tudi to, da si razdeliti dobiček, ko jim je bilo popolnoma obrazloženo, da to ne gre, da se ne da, ker to pomeni sesutje sistema, je bilo spet potastarjeno. Torej, jaz tu ne vidim teh groženj. Seveda je pa pomembno, da nekako najdemo skupni jezik pri tem izvajanju, ker kolikor vidim, je glavni problem izvajanje
na terenu. A ne? In tu si ne znam predstavljati, da bi take težave imeli tudi mi na naših odpadkih. A ne? In verjamem, da so težave na embalaži, to je pač treba te tehnikalije rešiti znotraj zakona, znotraj podzakonskih predpisov, kakorkoli. Še eno vprašanje, gospod Šehič. Gospod Fišer je omenil nečistoče, torej nečistoče, ki pridejo zraven predvsem pri mešani komunalni embalaži. Kaj pa na področju električne elektronske opreme? Imate tudi težave z nečistočami ali teh težav ni? Seveda so nečistoče, odstranjevanje vrednih komponent in tak naprej je prisotno. Mi poskušamo z vsakim, seveda komunalna podjetja so še vedno največji zbiralec naših odpadkov, rešiti posamično z ozaveščanjem, z dogodki, z izobraževanjem, spremljamo sortirne analize, delamo, vemo, kadar so vrednosti materiala visoke, a ne, da je težava večja, kadar so nižje, težava manjša in tako naprej. Tudi, bom rekel, naši izvajalci obdelave spremljajo to kvaliteto in nam poročajo nazaj, mi poskušamo to ukrepati na razne načine. Ne. Ampak ne moramo se pa postaviti na pozicijo, kadar je hladilnik poln hrane, kadar je, ne vem, pralni stroj brez bobna ali elektromotorja, da teh odpadkov pač mi ne bomo prevzeli. To je sestavni del tega posla in to toleriramo do neke mere in težimo, da se to izboljšuje z časa v čas, ampak to je delo vseh nas v sistemu. Ne. Na področju embalaže bo izpostavljeno nečistoče, lahko kaj na to temo? Ja, res je. Moram povedati malo gotovitev, da najboljš kakovost embalaže v Sloveniji je bila od leta 2011 pa tja do 2013. Od 2010 do 2011 so se vzpostavljali sistemi ločnega zbiranja odpadne embalaže po sistemu od vrat do vrat. Takrat se je izredno veliko vlagalo v osveščanje na lokalni ravni, strani komunalnih podjetij. Velikokrat je tudi občina pristopila in pomagala pri tej stvari in takrat je sistem drastično rastel. Kakovost se je vzpostavila kot dobra. Seveda je pa potem s razpadom sistema od 2013 ta kakovost bila vedno slabša. Konec koncev moramo razumeti občane, uporabnike ali kakorkoli hočete reči. Dejstvo je, da so gledali po eni strani po televiziji, da tista ločena zbrana odpadna embalaža stoji na kupih, da se samo vžiga, da jo raznaša veter, po drugi strani so pa komunalna podjetja jih spodbujali, da ne ločujejo. In v bistvu je ta ves osveščanje od 2013 pa do danes koncev šel v nič in danes, če odpremo zabojnik rumen zabojnik ali pa zabojnik črn, torej mešana komunalna embalaža ali pa mešani komunalni odpadki, marsikdaj je povsem enake vsebine. Zato tudi jaz mislim, da bojo izredni izzivi popraviti ta sistem in se težko predstavljam to, kar je bilo že prej rečeno, da bi 62 komunalnih podjetij s 6 družbami iskali rešitev, kako bodo popravili sistem, če se zdaj zadeva razsula. Če je to samo ena organizacija, potem je to mnogo lažje vzpostaviti nek sistem osveščanja, ga personalizirati na lokalni skupnosti, ne samo na lokalni skupnosti, verjamite mi, da v Ljubljani, v enem delu Ljubljane ali pa na drugem delu Ljubljane je to ko noč in dan. In osveščanje, in pristop, in vse te stvari. Torej, tudi po mestni četrteh je treba biti pozoren, kako boš osveščal, na kakšen način, če hočeš, doseči v kratkem času določene cilje. Seveda, tega se niti nismo dotaknili, brez tekočih podatkov, mesečnih podatkov, kaj se dogaja, je to nemogoče narediti. Tako kot sedaj ministrstvo zagotavlja enkrat na let podatke za preteklo leto, torej da septembra dajo podatke za preteklo leto, koliko je bila kakovost določenih zbranih odpadkov, to je prepozno. To je treba do 15. meseca za pretekli mesec, zato da se hitro zadeva odvija, hitro se odvijajo korektivni ukrepi v sodelovanju, še enkrat, izvajalci javne službe, lokalne skupnosti in organizacije. Nekako to je upeljano zdaj na področju embalaže, to se pravi do 10. v mesecu komunalna podjetja poročajo, koliko je bilo pobrano, podatki imamo praktično, pa me popravite, 12. v mesecu za pretekli. Tako je, iz teh podatkov, to, kar je gospod Ambrož prej rekel, da tisti podatki, kar jih vi analizirate, ravno iz teh poročil, ki jih tudi mi dobimo na zbornico v vednost, mi smo tudi pravzaprav ta obrazec poročila naredili, na katerem se tudi izračunavajo avtomatsko količine pobrane oziroma nepobrane embalaže strani posameznega podjetja. Mi smo iz tega to zadevo delali, ampak ne govorimo o temu. Ne govorimo o temu, govorim o kakovosti, ne samo masen tok, kakovost je ključna, ker če se bo kakovost dvigala na samo viru zbiranja, potem lahko računamo na dobro reciklabilnost. Če se kakovost ne bo dvigala, potem se lahko trudijo vsi izvajalci
in komunale, mi ne bomo dosegali ciljev. Enostavno, mi moramo na kakovosti bistveno premikniti. V redu, gospod Borek, se še prijavim. Ja, kar se nečistoč tiče v odpadni embalaži, se delno tukaj strinjam z gospodom Zupnicem in se družbe za ravnanje z odpadno embalažo absolutno trudimo in zavzemamo za to, za ozaveščanje, se pravi za pravilno dosledno ločevanje. In smo v svoji preteklosti večkrat tudi konkretne rešitve predlagali, med drugim je bila tudi uvedba tega obrazca za spremljanje količin predlog našega GIZ-a in to se je uredilo. No, nič nismo omenili, da se z letošnjim letom uredila še ena pomembna pomanjkljivost prejšnje zakonodaje, se pravi, da se odpravijo prag 15 ton, do katerih zavezanci niso bili, oziroma podjetja niso bila zavezana k priključitvi oziroma vključitvi v sistem in plačila embalažnine. To je zelo pomemben dejavnik. Kar se pa tiče nečistoč, pa je zadeva še vedno zelo odprta in zelo pereča pri odpadni embalaži. Ne vem, kolikšen je ta odstotek, nimam podatka za elektronsko opremo, ampak odstotek nečistoč, oziroma da bomo bolj jasni, odpadkov, ki niso embalaža, pa se znajdejo v odpadkovnem toku odpadne embalaže, znaša med 20 in 30 odstotki. In to je zelo velika številka. Če vemo, da se zbere mešane komunalne odpadne embalaže pri komunalnih podjetjih 110 tisoč ton, potem vemo, da je ta številka nekje med 20 in 30 tisoč ton. In to so gromozanske številke in država dobesedno favorizira občinska komunalna podjetja s tem, ko ne uredi, da bi iz odpadne embalaže odstranili te odpadke, ki niso odpadna embalaža. In troje morajo vse te odpadke, ki niso odpadna embalaža, jih morajo prevzeti in morajo poskrbeti za ravnanje, torej morajo plačati tudi stroške ravnanja za temi odpadki, ki niso odpadna embalaža. In te odpadke se tudi s predlogom ZVO2 se predlaga, da bojo zavezanci morali plačevati stroške, se pravi embalažnino, tudi torej za te odpadke, ki jih niso oni dali na trg. In to je ena od stvari, ki se naše družbe zavzemamo za to, dejansko to ni pošteno. Vedno izpostavljamo povzročitelj naj plača. Ja, povzročitelj naj plača za tiste odpadke, ki jih je povzročil. In po drugi strani je pa treba povedati, da vemo vsi sistem ločenega zbiranja pri gospodinstvih, imamo rumen zabojnik ali rumeno vrečo za zbiranje odpadne embalaže, imamo črn zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, imamo zabojnik z modrim oziroma rdečim pokrovom, različno pri komunalnih podjetjih, kar je spet ena banalnost našega sistema, imamo zbiranje stekla in tako naprej. Ampak, ko gospodinstva ali kdorkoli napačno odloži v črn zabojnik, se pravi zabojnik za mešane komunalne odpadke, embalažo, v tem primeru pa drojiti moramo prevzeti to odpadno embalažo. Se pravi, v tem primeru jo komunale izločijo in jo moramo drojiti prevzeti. Zakaj to ne velja v nasprotnem primeru? Dobro ste se dotaknili tudi črnega zabojnika. V črnem zabojniku se znajde najbrž enak procent embalaže, kot se v rumenem zabojniku neembalažnih materialov. Bi kar rekel, po tem, kar sem prej povedal, da pravzaprav vsebina je zelo podobna. Pa vendarle, kako bomo to rešili? A veste, samo govoriti, komunala mora to narediti, lokalna skupnost mora to narediti, pa se imate v redu. Se v redu vam piše, da morate družbe osveščati in da morate sodelovati, in morate imeti akcije. Mi smo pred leti predlagali tipsko pogodbo med vsemi izvajalci javne službe in med družbami. V tej pogodbi smo predvideli, da bi družbe dale za vsako tono prevzete komunalne embalaže, izvajalcu javne službe ne dale, prispevale, za osveščanje izvajalcu javne službe 1,5 evra, pri čemer bi izvajalci javne službe na vsako tono dal 2,5 evra. Tega družbe niste hoteli sprejeti. Niste hoteli sprejeti ne tipske pogodbe, čeprav je šlo za določila uredbe embalažne, niti niste hoteli sprejeti tistega evra za osveščanje. In brez osveščanja ne bomo nič naredili, samo s kaznovanjem ne narediš ničesar.
lahko narediš izključno s osveščanjem, pa prej sem povedal, na lokalni ravni prilagojeno, skoraj da personalizirano posamezni lokalni četrti, če hočeš dosegati neke cilje. In to bo ena izmed ključnih nalog med in izvajalcev javne službe in organizacije za posamezen odpadkoven tok. To, kar je bilo rečeno, a to se pričakuje od proizvajalcev, da bodo to plačali. Ja, to je temeljna naloga. Osveščanje je ena temeljnih nalog organizacije. In definitivno, bolj ko boste osveščali, se upravičujem, bolj ko bomo osveščali, čistejše bojo frakcije, boljša bo reciklabilnost, konec koncev bojo boljše cilje. Aha, v redu, vprašanje, lahko še Gorano damo, pa... Zdaj, v družbah se, kot že povedano, se zavedamo k ozaveščenju in se... Ja sem zgodil nic, Primož, zvotal. Kdaj Primož? Ja, dober dan, Primož Gavrič iz Salamona. Kar nekaj je bilo izrečenih izjav, s katerimi se ne strinjam in mislim, da jih tudi dejstva ne podpirajo. Prva zadeva, kar se tiče tega osveščanja. Milo rečeno, to so neumnosti. Komunalna podjetja, ja, neumnosti. Absolutno je osveščanje pomembno, ampak komunalna podjetja so bila sistematično v zadnjih parih letih, sem direktor že več let največjih predelovalcev, to se pravi sorterjev embalaže. Že več let sistematično obveščamo vse po vrsti o nečistočah v mešani komunalni embalaži. In vsi so o tem obveščeni, nihče ni nič na to, v zvezi s tem naredil. Zakaj prihaja do teh nečistoč? Zaradi sistema zbiranja. Ozaveščanje bi mogoče prineslo 20%. A veste, če pa komunala sama si izračuna, da vse, kar pade noter v rumeno vrečo, pa na tisti kup ne rabi nič plačati, da bo nekdo drug to za ta problem poskrbil, da je spet tisti tržni princip, ki tukaj zelo lepo deluje, vam ozaveščanje ne bo nič pomagalo. Če komunala na vseh ekoloških potokih umakne kante za mešane zbrane odpadke in s tem praktično prebivalstvo sili v ločeno zbiranje, dejansko ločeno zbiranje se sprevrže. Zato smo bili Slovenci svetovni prvaki v ločenem zbiranju. V bistvu evropski prvaki, tako smo več let poslušali, da smo najboljši. Seveda smo najboljši, ker je bilo vse narejeno za to, da se ločeno zbira, oziroma drugače povedano. Vse je bilo narejeno, da se odpadki ne prihajajo v kanto za mešane komunalne odpadke, ampak prihajajo v rumeno, to se pravi za mešano odpadno embalažo. Če se vrnem na tisto izjavo 2011-2014, odlično ste povedali, takrat je bila odlična kvaliteta. Ampak povedate, takrat se v Sloveniji izbralo 30-40 tisoč ton embalaže. Danes se izbere 110 tisoč ton. Imamo prvake, imamo določene komunale v Sloveniji, ki izberejo toliko embalaže, da če bi ekstrapolirali to na celotno Slovenijo, bi bilo 230 tisoč ton te embalaže. In zanimivo, ta embalaža ima reciklantov veliko manj kot pa tista embalaža, kot naprimer, lahko konkretno več povem za Maribor. Če bi Maribor ekstrapolirali na celotno Slovenijo, bi bilo zbranih 55 tisoč ton embalaže. In embalaža Mariborska ima noter dvakrat več reciklantov in dvakrat bolj kvalitetna in dvakrat lažje se sortira kot pa vsa ostala slovenska embalaža. To so dejstva, ki vam jih lahko dokažemo. Naslednja zadeva, to se pravi, ta težava v zvezi z temi nečistočami, to se pravi, v zvezi z slabim zbiranjem se ni začela zato, ker so bili kupi. Ne, obratno je bilo. Najprej, to se pravi, leta 2012-2013 je bilo poročane mešane embalaže na trgu manj, več kot jo je bila zbrana. Težava se je začela, pa se je vrnila, kar naenkrat rade, da je industrija poročala, oziroma zaveznici, da so poročali 60-70 tisoč ton, zbralo se je pa 100 tisoč. Če gremo naprej, to se pravi, neprofitnost pomeni večje stroške, oprostite, mi smo v letu 2021, to se pravi, tržno gospodarstvo, to se pravi, osebna, to se pravi, težnja v končni fazi dobičku je osnova racionalnega ravnanja v vsakem tržnem gospodarstvu. To se pravi, ja, se strinjam. Pri konkurenci so nas učili podobno kot pri demokraciji. Ni idealna. To se pravi, demokracija ni idealna, konkurenca ni idealna, ampak je še zmeraj najboljše, kar imamo. Kaj pa konkurenca rabi? Rabi regulativo. Če grem na vaš naslednji primer, prej ste rekli,
Družbe so nehale izpolnjevati obveznosti svojo odgovornost v letu 2016-2017. Ne, niso nehale. To je popolnoma zavajanje. Družbe so začele izpolnjevati tiste obveznosti, kot so jih morale. To je vaša razlaga, kontra. In kaj ste vi naredili, kaj vi podpirate? Se pravi, če gremo na primer nekdo ne plača davko. Se pravi, kaj bomo naredili? Kar ukinili konkurenco, to se pravi, ti ne plačuješ davko, ok, trgovino celo ukinemo, ena trgovina, ta bo pa plačevala davko. Ne, ni rešitev v tem. Rešitev je, in to mislim, da je tudi skupna točka vseh vas, v dodatni regulaciji. Rešitev v enem telesu, ki bo zadevo zreguliral, ki bo zadevo, to se pravi, celotni sistem ustrezno nadzoroval. In moje vprašanje v bistvu za vas je, pa predem v bistvu do tega vprašanja samo še eno zadev. Prebral sem si, zelo sem še šel direktivo prebrati. Ampak spet ste zavajali. Direktiva jasno reče, tisti, ki ste prej rekli, še to bi, jasno se opredelijo vloge in odgovornosti vseh zadevnih udeležencev akterjev. To je to. To nima veze, oprostite, pravnik sem, pa še kar precej visok sem izobrazbo. To nima veze s tem, kaj ste vi rekli. Če pa ima, prosim, dajte pravno mnenje pridobiti, pa seznanite gospodarsko zbornico s takim pravnim mnenjem. Zavajate, še enkrat zavajate. Zdaj ste zavedali 7-krat, 8-krat ste šli mimo vseh dejstev in nekega razumnega, zdravega kmečkega razmišljanja, kot tako rekel. Če gremo, to se pravi, moje vprašanje pa je, ker bi rad bil konstruktiv. Se pravi, ugotavljamo, nihče ne nasprotuje dodatni regulaciji. To se pravi, zakaj ustrajate na tem, da ena monopolna družba to se pravi, prevzema celotni masni tok, da dejansko odloča o izbiri izvajalcev in tako naprej, zakaj dejansko ne bi se zadovoljili samo s tem, da ta družba enostavno regulira sistem, kot je večkrat že industrija predlagala, da deluje kot kliriška družba, kot nadzorni organ, postavlja standarde. V končni fazi lahko ona določa, koliko je treba embalaže pri komunalah pobrati. Zakaj vam to ni dovolj? Zakaj želite še izbirati izvajalce? Zakaj ne pustimo gospodarstvu, da samo izbira izvajalce in jih potem in ti delajo po pravilih, po predpisih in hkrati recimo pod nadzorom te družbe, tega regulatornega organa, lahko je organizacija, lahko je bilo kaj. In na drugi strani gospodarstvo pa zbira posamezne izvajalce, vi imate pa možnost potem seveda se ustrezno sankcionirati, v primeru, če ne delajo dobro, jih v končni fazi gospodarstvo ne zbere, ima druga možnost in tako naprej. Sprav, to je moje vprašanje. Zakaj je to tako narobe, da bi dejansko imeli samo regulatorni organ? Pa seveda, če boste še kakšno drugo zadevo v zvezi z mojim pripomkom. Hvala. Najprej bi se dotaknil tistega, kar se meni najbolj zabolelo, da zavajamo. Tako kot ste prebrali, če še enkrat preberete, boste videli. Odgovornost mora biti jasno razmejena. Ne, to ne piše. Kaj piše? Jasno se opredelijo vloge in odgovornosti vseh zadevnih. Točno tako. Opredelijo se vloge in odgovornosti. Kako lahko bom pojasnil, kako lahko znotraj istega podjetja, pod istim lastnikom, pod istim direktorjem, razmejiš odgovornost upravljavca sistema, izvajalca zbiranja, izvajalca sortiranja, konec koncev prodajalca reciklatorjev. Nemogoče, ker imaš istega lastnika. Sej to so čisto ekonomski postulati, sej nisem to zmislil, jaz sem prebral in logično iz tega, kar izhaja je, da vertikalna povezava znotraj istega subjekta ne sme biti vzpostavljena in zadeva je jasna. Me pa ful preseneča, da rečete, da osveščanje je pa brez veze, to je pa kar nekaj. Mislim, dejstvo je, pa to spet si nisem jaz to zmislil, dejstvo je, da vsa znanost prepričevanja in pa spreminjanja življenjskih navad temelji na osveščanju. In če hočemo spremeniti neko življenjsko navado posameznika, da bo pravilno ravnal pri odpadku, ga moramo osveščati. To je dejstvo. In če bi mi takrat leta 2013 nadaljevali s tem trendom osveščanja, z nadzorom in tako naprej, bi bili uspešni. Res je, nismo nadaljevali. Zakaj nismo nadaljevali? Pa se ne moramo se norca delati z ljudi, po en stran gledajo kupe tam, kako si žigamo odpadno embalažo, vse na istem kupu, stoji embalaža en let pa pol, gnila embalaža, ščurki, podgane, razumete, vi bi pa osveščal. Pa kdo je tu no? Meni je jasno, da so komunalna podjetja nehala osveščati. In temelj, če hočemo izboljšati kakovost zbranih odpadkov je, da bo sistem začel delovati.
Potem lahko še začnemo s tem. Se spomnim pred časom, ko je rekla Miklavčičeva, veš, Zupan, zbote pa komunalci mogli začeti osveščati. Rekel, Jana, ni minute namo namenili, dokler nam sistem začel delovati. Ker ne moramo, ker izpadeš nor. Še takrat, ko hočeš nekoga prepričati, on reče, pa kaj me zatrkaraš tukaj. Mislim, da so stvari dokaj jasne. In tukaj jaz, gospod Gavrič, vas ne razumem, ker včeraj ste bili še pri Postaku, danes ste druge, včeraj ste eno stvar govorili, danes govorite drugo zadevo, pa vas zastopam, zato ker ste v taki funkciji bila prav, da tako zagovarjate. Pa vendarle, mali pa fajn biti tudi, bom rekel, pošten do sebe. Oprostite, kar se tega tiče, vedno sem zagovarjal enake zadeve. Že pred 2 leti so me vsi čudno gledali, ko sem rekel, da je potrebno imeti pravno podlago. Sem bil edini takrat, ko sem povedal javno, predvsem, da je potrebno imeti pravno podlago in tako naprej. Tako da to nimate prav. Kar se tiče osveščanja, se upravičujem, mogoče sem bil malo narobe. Ja, ne rečem, da ni pomembno. Je pomembno. Samo dokler nima komunala osnovni interes, da je kvaliteta zbiranja ustrezna. Ja ne bo osveščala. Glede, jaz sem bil v komunalnem podjetju, ki je ogromno osveščala. Ampak v zvezi s tem ne. Zakaj pa bi? Če so ti embalaže zastojno odpeljali. Tako da osveščanje je pomembno, ampak prvo komunala mora biti obveznost, da ustreznost zagotovi ločeno zbiranje odpadkov. Kar se tiče pa tistega, kar ste prej rekli, nimate prav. Ker če bi imeli prav, gledajte, vloge morajo biti, to se pravi odgovornosti, morajo biti, to se pravi jasno opredeljene vloge in odgovornosti. Nikjer ne piše, če bi bilo to res, kaj vi rečete. Pa recimo, da je res. Potem imamo trgovce, imamo posrednike, imamo zbiralce, imamo predelovalce. Zakaj se komunalna podjetja, ki so zbiralci, ukvarjajo s predelavo? Glejmo, a veste, to je ista zadeva. To se pravi, ja, če mene vprašate, lahko se ukvarja s predelavo. Ampak če bi bilo to res, kar vi rečete, bi morali vse to dati na razen, trgovec ne bi mogel biti hkrati predelovalec, zbiralec ne bi mogel biti hkrati, to se pravi, predelovalec in tako naprej. Tako da, tukaj, če bi šli to do konca uveljaviti, bi morali se vse komunalno podjetje v Sloveniji predelavi odpadkov odpovedati, ker oni so zbiralci. Čisto. Če bi imeli prav, bi bilo to tako. To so ločene gospodarske javne službe. Gospodarska javna služba zbiranja in gospodarska javna služba predelava odpadkov so dve ločene službe. Ampak ne govorim o tem, jaz predvidevam, da po tem zakonu bodo definitivno že podzakonski akti, ki bodo zelo natančno opredelili. In jaz se z vami strinjam, da zbiralec, če je nekdo zbiralec, bo zelo težko sočasno tudi predelovalec embalaže. To se strinjam z vami, si konec koncev ne bi mogel biti. Če pa so. In to z evropskimi sredstvi delajo tržno dejavnost? Ja. Pa poglejte, o tem govorim, mi sedaj pripravljamo zakonodajo, ki bo prenesla v naš pravni red določilo evropske direktive. Zdaj, mi nimamo tega, ne govoriti, da vse to delajo. Ja, delajo, vsi vemo, ampak od 2023 bo to prenešen, bo potreben red narediti tudi na tem področju, meni to kristalno jasen. Kakšen, če ZVO2 ste predvideli, da bo ekskluzivno zbirala komunalna embalaža? Glejte, jaz tega nisem predvidel, ampak v eni izmed preambul jasno piše, tam, kjer imajo urejen znotraj lokalnih skupnosti zbiranje, ne bi spreminjali. To piše v direktivi 851. Naj ne bi. To ne piše, da ne sme. Slišal sem besedo kristalno jasno, pa eno pomembno zadevo, ki mislim, da je zelo pomembno. Prej bilo kristalno jasno rečeno, javni razpis, kristalno jasno. Zdajte, če malo poznate javno naročanje, ekonomiko javnega, ekonomiko zasebnega, vam povem, bi takoj ugotovili, da ni nič kristalno jasno. Ker če bi bilo kristalno jasno, potem ne bi imel ZN 130 členov o tem, kako se informira, kako to, kako ono, kako tretje. Pa še vedno vidimo v Sloveniji, da imamo problem z gospodarnostjo, z ekonomičnostjo naročanja. Ker dokler nimaš konkurence, dokler nimaš dejansko zasebnega interesa, tako ali pa drugače najdeš luknje za takšne in drugačne interese in nobena neprofitnost ne pomaga, nič ne pomaga. Najbolj na koncu pomaga konkurenca, možnost izbire, možnost gospodarske družbe, da lahko reče po enem mesecu ali pa po 12 mesecih, oprostite, hvala lepa, zvidenje, grem drugemu. To pomaga v tržnem gospodarstvu. In zdaj smo v letu 2021.
Hvala. Hvala, Primož. Jaz bom počasi mogla tole vročo debato ustavljati. Zdaj ste se glih razgreli. Pravzaprav je zelo fajn, ker si takole izmenjujemo mnenja. Zdaj bom dala besedo še gospodu Bukovcu in gospodu Juretu, potem bomo pa počasi prišli na zadnji sklop, da počasi tole zadevo zaključimo, gotovo smo že vsi precej utrujeni, ampak vseeno bomo probali v spravljivem tonu zadeve zaključiti. Sam komentar monopola. Monopol reguliran tako s takimi pogoji za delovanje tovrstne družbe, a ne po definiciji ni monopol. Monopol konstantno uporabljate v slabšalnem smislu, da bi prestrašili ne vem koga, razumeš, da bo to pomenilo dvig cen. Lepo vas prosim, ni hujšega, bom rekel, lastnika, kot so tisti, katerim družba povzroča stroške. Ga ni, vam ga zagotavljam. Ali je eden, ali jih je pa 5. In to ne pomeni, da ta družba ne bo poslovala z dobičkom. Seveda se je kapitalska družba in bo kapitalska družba, vendar ta dobiček se ne razdeli med lastnike, ampak med zavezance, po definiciji, po zakonu O2. Ali pa se oblikujejo rezervacije. Vprašajte gospoda Emila, koliko je v teh letih rezervacij iz tako imenovanega nerazdeljenega dobička, ki so ga ustvarili njegovi zavezanci, ki financirajo ravnanje z upravno vlado, ustvarili. Pa je prej omenil, in so bili tu taki predlogi. Ja, tudi pri naši firmi so bili taki predlogi, pa niso šli čez. Zato, ker predvsem brandname skrbijo za svoj imidž. In to, da bom rekel, je to brez veze in da se to gospodarstvo, jaz ne vem, zakaj bi bilo slovensko gospodarstvo nekaj izven ekstrateritorialnega, razumeš, ne? Ko se svetovno združenje, bom rekel, ne vem, koliko jih je, 200 multinacionalk z stotinami milijard prometa javno izjavi. Ko v Evropi uvajate razširjene proizvajalčeve odgovornosti, zahtevamo, da te sisteme upravljajo mi, brandname. Mi, ki dajemo embalažo na trg. Kje smo zgrešili? Kje smo zgrešili, kolegi? V Sloveniji so ekstrateritorialna podjetja, ki se s tem ne strinjajo. Strinjajo se pa multinacionalke, ki upravljajo ta svet. In tudi pri nas prodajajo. Tudi pri nas. Unilever, Coca-Cola, Electrolux in tako naprej. A te pa niso na slovenskem trgu. In ti zahtevajo te postulate iz evropskih direktiv. Zahtevajo jih. Mogoče še, ja, Goran, mogoče še prvo Jure, pa še Goran. Ena izmed temeljnih idej, o kateri smo se tu prej pogovarjali, zakaj recimo v nekem konkurenčnem sistemu bi se ena schema lahko posvetila recimo samo steklu. Pa bi dobila recimo samo zavezance na področju stekla, pa bi investirala recimo za svojimi podizvajalci v neko obdelavo stekla in bi bila najboljša na steklu. Zakaj bi mogli njeni zavezanci biti obremenjeni za stroški drugih tokov reciklatov? Zakaj? Če se specializirajo to in so odlični in se tem želijo dosega cilja. Ta dikcija je v 38. členju predloga, natanko ta je. Tako, ampak zdaj, ko bo samo ena schema, zakaj bi to? Steklo izločila in bodo tisti, ki dajo steklo na trg, ustanovili svojo firmo. Ampak bojo rekli, sigurno pri tem obsegu stekla, ki je v Sloveniji, bojo rekli, da to nima smisla, recimo, in bojo obremenjevali s tem pač, to je šli prorata na vse, ne? Razumete? Mislim, dejansko. Ja, še Goran, še Volker. Jaz bi se samo navezal na to, kar je gospod Pukovec omenil, se pravi te multinacionalke, ne? Jaz mislim, da se je s tem jasno pokazalo, dejansko komu izmed deležnikov najbolj koristi monopolni sistem. Ne? Ko smo prej začeli govoriti, pa nisem dokončal te teze, gospa je jasno povedala, da gospodarstvo pač to naj ne bi koristilo. Ne? No, zato sem rekel, da sem ovrnil še gospodarstva in to je to. Ne? Prišli smo do multinacionalk, ki imajo seveda interes nadzirati tok odpadkov, seveda z namenom zagotavljanja sekundarnih surovin, ki bo morali vključiti v svoje proizvode pri tem, ko dajo embalažo na trg. In to je tisto, kar je ključno. Droje to monopol definitivno ne koristi. Droje, tako da ste zdaj slišali, bomo izključeni iz trga. Ena organizacija, ne vem, če mi monopol koristi, glede na to, da bo neprofitni, in mislim, da to tudi nekaj koristi
dejansko edina korist, ki jo tu vidimo, oziroma kdo ima korist, so multinacionalke. In kaj to pomeni za Slovenijo, se treba vprašati. To pomeni, da bodo surovine oziroma sekundarne surovine uhajale tem multinacionalkam. Če bo katera multinacionalka se slučajno odločila, da bo kaj delala v Sloveniji, bomo lahko hvaležni, sicer bo surovine šle iz Slovenije in kaj danes surovine pomenijo, vidimo vsak dan na borzi, kaj se dogaja. Ambrož, ti si multinacionalka. Še gospa Lesa? Mogoče samo to primer tisti, ki dajo steklo na trg. V Sloveniji smo ena steklarna mi, ena steklarna Rogaška, mi izdelujemo embalažno steklo, 97% tega stekla izvozimo, tako da tukaj ne vidim v bistvu nobenega smisla in interesa. Druga zadeva je pa, da gospodarstvo je absolutno cilj in interes izpolnjevati cilje in imeti te zadeve urejene in tako naprej. In na koncu, ja, ok, lahko tudi monopolno, z eno družbo, s klirinško in tako naprej. Dejstvo je, da zdaj imamo sistem, ki deluje, dejstvo pa je, da ne verjamemo več nikomor in če imamo tržno gospodarstvo, imamo kakšen vpliv. Če tega nimamo vpliva. Pa še ena zadeva, mi se tukaj pogovarjamo samo o embalaži. Embalaža je samo en majhen delež obveznosti, ki jih ima gospodarstvo. In na vseh področjih se nam cene dvigujejo. Mi smo visoko energetsko intenzivna industrija, pri nas recimo so energenti, kuponi in tako naprej glavna skrb in glavna tema, tukaj se pogovarjamo samo o enem deležu. Ampak če nam bo na vseh koncih začelo uhajati, bomo imeli resne težave in se bomo vprašali, če se nam sploh še splača delati v Sloveniji. Hvala za to mnenje. Mislim, da lahko date gospe en aplavz. Gospod Bukovc, zdaj bom šla malo bolj na lahkotno temo, prehajam v zadnji del. Slopak, kje se vidite leta 2023? V Sloveniji. Zakako, kaj boste pa delali? Te odločitve pa še ni. Ampak po neki logiki stvari, glede na to, da so naši lastniki primarno embalerji, da so ustanovili leta 2002 embalažno družbo, si predstavljam, da se bodo s to dejavnostjo hoteli ukvarjati. Kaj bodo pa rekli, pa ne vem. Gume ali električno elektronsko primarje, embalaža, ena organizacija, eno proizvod? Žal potem, kar piše v zakonu, ne pomeni, da od 6 shem oziroma skupnih načrtov, ki upravljamo, mislim, da formalno ne bomo mogli upravljati več kot ene. Več kot ene. Žal. Ampak tako je. In zaradi tega ne rušimo sistema, zaradi tega se pač s tem sprijaznimo. To je država se tako odločila. Hvala, gospod Čehič, kje se vidite? Ja, mislim, naši lastniki so že na podlagi tega predloga izrazili, oziroma zahtevajo, da se naredi reorganizacija, karkoli je pač potrebno in da enostavno, bom rekel, poglobijo svoje dejavnosti na tem področju na način, da so okoljski cilji doseženi, da vzpostavimo predelave v Sloveniji, da se zmanjšajo stroški logistike in tako naprej, da jaz vidim samo ene bolj konkretne, korektne odnose med vsemi deležniki v Sloveniji in seveda samo za električno elektronsko opremo. Vse drugo je pač prišlo s tem zraven, nismo šli v embalažo, tudi to je bila odločitev, čeprav bi lahko in bi bilo mogoče v nekem trenutku celo smiselno glede na naše lastništvo, tako da ja, to bo še vedno naše poslanstvo naprej. Ja, gospoda Gorana, pa gospoda Jureta ne bom sprašvala, ker smo vertikalci, pa kljub vsemu. Vertikalci, to je tako neka Ja, sprašalnica, to je nivoje monopola, Glejte, mi bomo še naprej seveda v Sloveniji, bomo tudi na Hrvaške, pa v Bosni, pa v Srbiji, tam, kjer imamo odvisne družbe. Sigurno bomo izvajali storitve za sheme, ker tudi danes delamo praktično za vse druge sheme, tudi za lastno. Dejansko je nam ta lastna shema nam je kot ena varovalka v sistemu, da če se začne kakih stvari dogajati, da enostavno ne izpademo iz izvajalskih storitev. Čisto iskreno povedano in to je, mislim, da čisto normalno funkcionira. Nam je pomembno, pač pomembno, da izvajamo storitve in tudi uravnoteženo delamo to za vse sheme, če pač temu sledi ekonomika. Ampak se nam zdi, da tisto, kar je naša dodana vrednost v sistemu, je pa to, da lahko
vsak dan, vsak mesec, vsak leto na novo, gospodarstvo izboljšujemo, koncept ravnanja z odpadki in tudi skozi prakso dokazujemo, da lahko na ta način znižujemo stroške in omogočamo slovenskemu gospodarstvu in tudi drugim, da bi se lahko tekmujali na svetovnih trgih. In to je, mislim, tisto, kar v celem sistemu je največ vredno, ker če ne bomo poskrbeli, da bo pri nas okolje takšno, ki bo omogočalo proizvodnjo, potem bo tudi država v bistvu zelo nazadovala. Hvala. Goran? Ja, Dinos bo še naprej vodilni v zbiranju in predelavi sekundarnih surovin. Jaz verjamem pa, da bo tudi gospodarstvo in pa odločevalci, ki bodo sprejemali zakonodajo, odločili tudi v to smer, da bo Dinos še naprej tudi izvajal storitve na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo. Hvala. Gospod Zupanc, kje se vidimo leta 2023? V smislu komunalnega gospodarstva? Še naprej bojo, komunalna podjetja bojo še naprej skrbela za to, da bo Slovenija čista, da bo urejena, ne glede na to, da bojo imeli ceno za pokritje svojih stroškov. Hvala. S tem bi počasi zaključila našo okroglo mizo. En moj cilj današnje okrogle mize je malce padel v vodo, ampak mislim, da je bilo prav, da smo dali možnost, da vsak povedal svoje mnenje in upam, da enkrat v bodoče bomo tudi uspeli sesti s skupno mizo in pravzaprav mogoče razčistiti ta del upravljalstva in izvajalstva in pravzaprav se pogovoriti, kdo je ta organizacija, ali bo tudi nek, rečemo, nadzorni organ ali bo izvajalski, upravljalski organ. Skratka, načelo krožnega gospodarstva je glede na ZVO-1 torej novost. Namreč v Zakonu o varstvu okolja prihaja načelo krožnega gospodarstva. To načelo zavezuje država in občine, da na področju oblastnega in siceršnjega delovanja upoštevajo princip krožnega gospodarstva, ki stremijo k preprečevanju odpadkov, zmanjševanju onesnaževanja okolja in ohranjanju narave, zmanjševanjem uporabe snovi in materialov, še posebej naravnih dobrin, ter k čim bolj dolgotrajnemu življenjskemu krogu proizvodov, materialov in snovin. Medtem ko prvi odstavek definira ciljno usmerjenost gospodarstva oziroma družbe kot celote, drugi odstavek poudarja, da je vsak dolžan si prizadevati za dosego ciljev krožnega gospodarstva, pri čemer je višja stopnja skrbnosti določena za osebe, ki skrbijo pri oblikovanju zasnove proizvodov in poslovnih modelov. Smo zbiralci in predelovalci odpadke, ki odpadke zbiramo in predelujemo s ciljem za čim več od njih zagotoviti pripravo za ponovno uporabo ali recikliranje. To znamo, zato smo opremljeni, zato imamo znanje, znamo delati na okoljsko sprejemljiv in tudi ekonomsko učinkovit način. Smo torej zelo ali ključ do uspešnega krožnega gospodarstva. Pa naj pri odgovoru ne imamo pred očmi samo nastale odpadne embalaže, ampak vseh 7,7 milijonov ton odpadkov, ki so nastali v letu 2020 v Sloveniji, od tega 1,26 milijona ton nastalih komunalnih odpadkov. Tu pa se zdi, da se zadnje čase ukvarjamo le z dobrih 300 tisoč ton nastale odpadne embalaže, ki nastane tako v industriji kot pri izvajalcih javnih služb. A ne gre spregledati, da gre za izreden pomemben tok materijala, za katerega se da zagotoviti recikliranje. Dejansko je embalaža z industrijskih dvorišč, ki predstavlja drugo polovico embalaže dane na trg, že del krožnega gospodarstva. Z njo pa Slovenija dosega državne cilje recikliranja. Hvala vsem mojim sogovornikom za to mizo, hvala, ker ste se odzvali v vabilu, hvala vam, ker ste zdržali ta naporen in dolg dan in še to naporno okroglo mizo. Hvala.